Ampak kaj te je poklicalo? Neki neznani glas, a ne rečem duh, takrat je bilo, kaj bi mi nekdo tako naredil. Ti si se obrnil in za mano ni bilo nobenega, ampak jaz sem čutil, kot da me je nekdo potrepljal in mi rekel, nisem še mrtev, dajte me ven, cukam tega ven, 30 stisov, 2 upiha, delite, jaz sem pa pomagati šoferja kombija rihtati. Pride gasilc do mene, prav on je dihati začel. Še zdaj se spomnim prizoru, gasilski reflektorji, hladno, 20 let star fant, leži na tleh in iz ust para. Skratka, test. Kakšen test, če si vse prižgal? Ja, za vsak slučaj, to je dvojno testiranje. testis. Dobro smo začeli. Ja, lahko zdaj jaz ta prvi nekaj povem, čeprav imamo gosta, Robert Sabol, ti si zdravstven delavc s 30 leti izkušnjami oziroma podlage, pa najbolj te bo tudi Jure hotel napovedati, ogromno stvari o tebi je fejst zanimivih, pa tvoj obseg znanja pa izkušenj je neverjeten, ampak preden se potopimo, predvsem v varnost v prometu, zato smo danes tukaj, se mi zdi, da jaz pa Jure sva itak avtomobilska novinarja, pa Jure sploh ti na Motorreviji veliko enih vsebin nastane tudi na temo varnosti. Vsi to nekako sporočamo, ker samo dovolj velika informiranost lahko v eni fazi pripelje do tega, da je promet dejansko varnejši, ker se mi zdi, da se tudi dogaja. Tako da Robert, najprej, čau, pa hvala, ker si prišel. Hvala za povabilo, pa en pozdrav gledalcem, ne? Ja, in poslušalcem. Zdaj pa preden zaronimo. Jure, lahko jaz najprej povem. Vedno, ker me v srce boli, ti si Roberta zdaj opisal tako, kaj bi žagal na ven stresu, ne? Zdravstveni delavc. Ne, ni seksi ta izraz. Zdaj ga moram pogledati, kaj je bolečina v prsih. A vidiš, veš, kle med nama sedi legenda reševanja, ne? Ja, to je res. Legenda reševanja. Več kot pri 30,000 intervencijah je nehal šteti. Bil je prvi reševalc na motorju. Ja. Je edini človek, ki ga jaz poznam, da zna RAL barve za rešilce, kodo RAL barve na pamet. Najlepši pri tvojemu poklicu je, to sem jaz zihar, pa mi ti povej, če se motiš, ko se na defibrilatorju pokaže tista asistolija, sem jaz prav rekel, ravna črta. Ne vem, zakaj bi se asistolije veselil, to pomeni, da je človek mrtev. Ne, ampak ko nazaj začne srčni osciloskop delati. Aha, ko se električna aktivnost pojavi, ja. To imamo pa radi, ja. A je to najlepši trenutek? The best. To je občutek, ki ga ne moreš opisati, ne. Vama bom pol tudi, ko bomo končali, pokazal en posnetek, imam na telefonu, ko se pogovarjam s človekom, ki je bil mrtev, ne. In to so neprecenljivi občutki. Kar je pa še bolj važno, je pa informacija, da se da. Se pravi, da se rešiti življenje, če delamo na ta prav način in pravočasno. In gledalci in poslušalci se morajo zavedati ene stvari. Življenje rešujejo postopki, ne pa titula. Ok, imamo že težke besede, pa modre, ampak lahko jaz sam mal rewind stisnem. Rad bi povedal, pa pojasnil ene stvari. Tiste, ki poslušate na audio platformah, tega niti ne vidite, ampak kdor pa gleda to na YouTubu, imamo eno nenavadno lastnost tega podcasta, je, da imamo tukaj v kadru tudi 2 otroška sedeža znamke Cybex, pa bi rad sam to pojasnil. Tako je, jaz v resnici, Robert, zate nisem vedel do lani jesen, se mi zdi, ko je bila tiskovna konferenca, ki je organiziral Baby Center ob premieri enega od teh Cybexov, namreč šlo je za Norista 2, prvi otroški stolček z zračno blazino, ampak v resnici ne gre za to. Ko se je razvedlo in je prišlo na ušesa Baby Centru, da boš ti gost tega podcasta, da bomo govorili o varnosti, se ne spomnim podjetja, ki bi tako hitro želelo skočiti in biti prisotno kot, bom rekel, podpornik, niti ne pokrovitelj podcasta. No, zato so danes ti sedeži tukaj. Jaz si bom v mestu tudi vzel čas, da te 2 sedeža gre za Solution G2 pa Pallas G2, da jih vmes malo predstavim. Zanimivo je spremljati nove trende, ker kdor bo vrgel oko na desni sedež, bo videl, da ponuja en nenavaden, ampak v resnici zelo koristen, pa tudi varnostno, absolutno nesporen, ampak celo dobrodošel način pripenjanja. Do tega pridemo pa pozneje. Radi delamo s podjetji oziroma znamkami, v tem primeru Cybexom, ki jim je za varnost mar. Zdaj pa Robert. Ja, to drži in
tukaj, dajmo reči tako, življenje nima reprize. Ko se zgodi en tragičen dogodek, takrat verjamem, da bi vsak dal vse na svetu, da bi lahko čas zavrtel nazaj. Žal se ga ne da. In tukaj varčevati pri varnosti je brez veze. Varnosti ni nikoli preveč in o varnosti se vedno premalo govori. Ko se pa govori o varnosti, pa marsikdo zamahne z roko, saj to se meni ne bo zgodilo. Tle je problem. Tako da, ko sem jaz bil na začetku svoje kariere, ko je udeležen otrok v prometni nesreči, se te to označi za celo življenje. Na kak način? Recimo zmer, ko se pelem na kakšnem takšnem mestu, ki je bil specifičen dogodek, podoživim to stvar. Konkretno, prometna nesreča, to je bilo v letih, rečemo med 90 pa 95, kjer so bili še avtomobili, takole, ko imate tam na steni 101, Renault 5, Caterc in tako naprej. O otroških sedežih takrat ni bilo ne duha, ne sluha. Tudi jaz recimo sem svojega otroka, ki je letnik 97, vozil avto, ko še ni bilo otroškega sedeža, pa smo pač improvizirali. In seveda ta mlad fantek, star 6 let, je stal med stoli, kar smo otroci radi počeli. In se je držal za vzglavnike. Seveda je prišlo do prometne nesreče, otroka je katapultiralo ven iz avta, vetrobransko steklo mu je razrezalo oči in otrok je taval po kraju nesreče, jokal in vpil, ati, zakaj ne vidim. Zdaj se pač probite postaviti v kožo tega očeta, kaj je ta oče takrat doživel. Če bi ta otrok bil samo pripet, pa magar z dvotočkovnim varnostnim pasom, mu ne bi bilo nič. In takih dogodkov je veliko in mogoče se o takih dogodkih premalo govori. Zato je dobro, da smo se danes tukaj dobili. Pa pojmo še malo bolj nazaj. Robert, ta tvoja kariera ali pa kariera vsakega človeka, kjer pomaga ljudem, pa so tudi take, bom rekel, zelo intenzivne izkušnje, moraš biti kar poseben človek. Si ti kot mlad fant, ali pa da ne rečem kot otrok, si ti slutil, v katero smer te bo zaneslo, kako si se znašel v tem, je to neko osebno poslanstvo, je bilo naključje, kako si prišel med reševalce? Ja, poklic reševalca absolutno je poslanstvo. Zdaj pa tako, ko sem bil jaz v osnovni šoli, elektrika me ni zanimala. Motoroznanstvo, mopedi, to, da sem znal na avtomatiku svečko spucati, pa gumo zaflikati, to nam je šlo paketno našponati. Yeah. Sem rekel, mehankar ne bom. In že kot otrok, to je bilo zanimivo, sem znal hoditi na urgenco, ker je bil zgrajen klinični center, tisti znameniti Povš, in sem opazoval reševalce, ki so gor dovažali poškodovance, bolane ljudi in tako naprej. In sem rekel, to zadevo bom jaz delal. Se pravi, koliko si bil star takrat? Takrat sem bil star, rečemo, 4., 5. razred osnovne šole. Jaz sem znal, pač itak mesečno sem imel, kidno od doma, pa sem bil 2-3 ure na urgenci, pa sem ugledoval, pa sem šel domov. A pa so te opazili takrat? Niti ne, noben. Koliko pa ti letnik, Madonna? Jaz sem letnik 69, najboljši letnik, to je zlata generacija. Kako moj šef, ampak ta letnik ba je res ne rjavi. Ja, pa vidva, ali sem Blaž poženel tipa Ford Mustang, ne? To je to. Nekaj od tega moraš imeti v garaži. In takrat sem pač imel. In pol seveda osnovna šola končana, kam sem se vpisal, srednja zdravstvena šola, po srednji zdravstveni šoli vojaški rok in ko sem prišel nazaj, reševalna Ljubljana. In takrat je bilo tako. Ni bilo opreme, ni bilo znanja, delali smo po principu skupen dran. Nalož pa bejš. Imeli smo veliko srce, bili smo taf, željni znanja, no pa se je zgodila tista vojna za Slovenijo, kjer smo tudi reševalci sodelovali in so nas celo nominirali, tako da smo zdaj vsi, ki smo sodelovali na teh spopadih, tudi imamo status veterana vojnega, čeprav streljal se nisem, sem pa odvažal streljene. In potem, ko smo dobili prvo donacijo iz Nemčije, to je bilo zanimivo, smo dobili 2 velika Mercedesova reševalna kombija, polna opreme. Ampak mi nismo vedeli, kaj ta oprema je. In zdaj malna nosila, ko smo se danes pogovarjali, mi to gledamo, bila so takrat še ne rumena, ampak aluminijasta. In mi to gledamo, kaj je to, In kaj pride ven, takrat so imeli še mogoče vozniki primat, ne toliko zdravstveni tehniki. In je en rekel, to je tisto, ki imajo na džipu tisto perforirano plato ob stran, to je podmetač. Kakšen podmetač? To je podmetač, če se zakoplješ v pesek, sneg, pa to. Ja, damo pod kolo. Ok, valjda dec ve, kaj govori. No, k sreči nikoli to nismo naredili, no pa en kolega
najdu literaturo, da so to v bistvu zajemalna nosila, s katerimi lahko dva človeka oskrbita poškodovano hrbtenico in zajameta človeka, da ni dodatnih poškodb. Ne. Tako se je začelo. Sančak, kakšni so bili pa pol reševalna vozila, kakšen standard reševalnih vozil je bil pa pol pred tem, ko si ti začenjal? Recimo Citroen CX. To sem te hotel jaz vprašati. Citroen CX. Pa bili so še celo Opel Rekordce, kakšen lahko najdu. Potem je bil pa C25 kombi. Ne? To je bilo to recimo brez servovolana, brez klime, brez ABS-a, benzin motor. Potem pa so začeli prihajati Volkswageni transporterji, ne, po vojni. In prvi je bil T2, isto, zadnji motor, box motor 2.0, mislim, če se ne motim, tudi brez servota, brez klime, nič. No, potem, ko je pa prišel T3, smo pa prešaltali na te avtomobile, ki so bili že 4-kolesni pogoni, klima, servovolani in tako naprej, sinhro, ja, prvi. Robert, ampak jaz sem živel v glavi Citroena, ker reševalna postaja Novo mesto, mi smo imeli, nažalost ne znam drugače povedati, ampak na stari Dolenki je bil zelo krvav karteljevski klanc, pa pol una ravnina proti Trebnem, mislim, da so Ponikve tam, tista ravnina, da je bila tudi tako krvava. Ampak jaz sem bil enkrat slučajno mimo na kolesu, nisem z namenoma hodil na urgenco, tako kot ti, ampak sem se pa enkrat s kolesom mimo pripeljal, ker se je ta rešilc v novomeško bolnico pripeljal. Ampak so bila tam skoraj še malo vojaška nosila. To so bila navadna nosila iz aluminijastih profilov, štirikotnih, štirikoleščka in vzglavje je imelo 3 položaje, ne, spodnji, srednji, zgornji položaj in to je to. Nobenih varnostnih pasov, ničesar. Ne. To je bilo res takrat, pa zdaj, kdor je imel pač žabo, ta je bil frajer s tem, kar se je začel. Dejstvo je bilo, da ni bilo nobene opreme. Imeli smo pač neko torbo, noter povoji gaze v teranci, dihalnega balona ni bilo, defibrilatorja ni bilo, mogoče kakšna Kramarjeva opornica, trikotna ruta in to je bilo to. Ne? Danes, če pogledamo moderno reševalno vozilo, to je pač potujoča ambulanta ali pa potujoča reanimacijska soba, kjer imamo kompletno vso opremo, od aparatov za dihalno podporo, defibrilator, kompleten monitoring, tekočine, imobilizacijska sredstva za oskrbo v peklin, recimo zdaj, ko se je to v Makedoniji izgubilo, smo dobili informacijo, da tam sploh niso imeli reševalci peklinskih kompres, kar je v 21. stoletju. Kaj je peklinska kompresa? Peklinska kompresa je posebna kompresa, sterilna, ki jo daš na peklino in recimo, če je tkivo opečeno, pa je akumulirana toplota noter, da je v tkivu 80 stopinj, bo v 4 minutah to tkivo ohlajeno na 37 na telesno temperaturo. Res? Z vodo ne boš tako hitro ohladil kot z opeklinsko kompreso, čist fizika, ker voda hladi samo površinsko na principu evaporacije, izparevanja, opeklinska kompresa pa iz globine vleče tkivo ven na principu kondukcije. In vleče ven toploto in oddaja v okolico in je fenomenalna zadeva. Ne? Tako da je ta oprema zelo, zelo napredovala. Sam en medmet, Jurek, ki si ti omenil, kje ste imeli vi, bom rekel, problematičen del ceste. Ne? Jaz prihajam pa iz Lukovce pri Domžalah. Tam pa, ko še ni bilo avtoceste, odsek Krašna pol naprej proti Trojanom gor, so pa dolgi uvinki, tudi nepregledni in tam stari rešilci. Jaz sem pa v Lukovcu pri Domžalah pri glavni cesti, ki je bila včasih edina cesta, za vikende. Stari pa to so bili skozi rešilci, ker so ljudje veliko prehtevali, seveda čez polno in konc je bil stalno krval naprej. A se vidva še spomnite prometnih znakov črna točka? A veš, da jaz se pa ne? To je bil poseben znak prvokotne oblike, gor sta bile 2 črne pike in je pisalo črna točka. To so bili kraji, kjer so bile praktično tedensko smrtne nesreče. Ne? Ti si omenil karteljevski klanc, tja smo tudi znali iz Ljubljane pomagati, drugače mi smo imeli Višnegorski klanc. Lukovca smo hodili pomagati Domžalčanom. Potem cesta Kranj-Ljubljana, Jeprca, smo bili skozi. In predvsem so bile to hude prometne nesreče, takrat v času Jugoslavije je bil ta tranzit iz rečemo nemških dežel na jug ogromen in recimo, da so se nekje na meji na Ljubelju malo prebudili, če so kaj švercali pa to. Mim Kranja je še nekako šlo, pa med Ljubljano pa Novim mestom tam je pa užgala, ne, in to so bili grdi karamboli, to so bili karamboli 6, 8, 10 mrtvih, ne.
To si danes ljudje sploh ne znajo predstavljati. Jaz, ko sem začel delati moje prvo leto, se spomnim, je bilo 560 mrtvih. No, lej, tu sem te tudi hotel vprašati, ne? Kaj misliš? Meni je bila ta statistika grozljiva. Vem, da sva tudi z Blažem enkrat tudi v Motorreviji pisala, ne? Pa tudi iz, mislim, da Muzeja novejše zgodovine smo par takih dramatičnih posnetkov tudi dobili, kar arhiv hranijo, ampak mislim, da osamosvojitveno leto Slovenije, leto 91, mislim, da je umrlo skoraj 600 ljudi na naših cestah. 600 ljudi. Ja. Kaj praviš ti, da smo danes na tako, bom rekel, nizkem rezultatu, oziroma tukaj izboljšali prometno varnost? Kaj je vse to vplivalo, po tvojem mnenju? To nizko je še zmeraj zelo visoko. Še zmeraj je zelo visoko. Zdaj smo recimo malo pod 100 letno. Izboljšala se je cestna infrastruktura, to drži. Izboljšali so se avtomobili, avti imajo ABS-e, razna pomagala, zmečkljive cone. To se je izboljšalo, ne? Ampak še zmeraj, ne vem, sej gospoda Roberta Štabo poznata, ne? On se ukvarja, ima zavod Varna pot, midva sva z Robertom, dokler je bil še on aktiven prometni policist, na marsikateri intervenciji se srečala. In on lepo pravi, ne, statistika 96 mrtvih recimo, ne, to je številka. Vsak od teh 96 ima ime in priimek, to je pa tragedija. Ne. In dokler nisi direktno involviran v to, da je to nekdo tvoj, gre ta podatek mimo samo kot nek statističen podatek. Če osebo poznaš, ali pa je mogoče to tvoja bližnja oseba, daljna prijatelj, žlahta, potem je pa to tragedija. Ne. In absolutno so se te zadeve zmanjšale, mislim pa, da bi se jih še dalo majčkeno zmanjšati. Pa ne toliko z represijo, kot mogoče s preventivo. In če bi se o tem veliko govorili, pa mogoče meni so zelo všeč, sigurno sta gledali kdaj te spote, mislim, da Avstralci jih tudi zelo veliko poznajo. Avstralci, Novozelandci, Nizozemci. To je to. Ne? Jaz kadarkoli kje predavam prvo pomoč, in zavrtim 2-3 spote, tudi solze se pojavljajo. Ja. In jim rečem, no zdaj se pa vi preslikajte v to situacijo, zdaj ste tukaj, kaj boste naredili? Zdaj nedavno je en krožil na temo motoristične nesreče, en tak zelo poveden. Ne? Ja, danes se to zna... se to zelo lepo prikaže, kakšni te videospoti seveda so igrani, so zelo nazorno prikazani tudi, da se vidi ta dinamika teh sil, ki delujejo na telo. In po drugi strani pa ljudje se morajo zavedati eno stvar, da varnostni mehanizmi ne delajo čuda. Varnostni mehanizmi delujejo do neke hitrosti, pač vzadej je fizika, ne, in kinetika. In od recimo hitrosti, ne vem, 80 km/h naprej, je varnostni pripomoček potem samo še estetski pripomoček. Ne? Si mrtev, ampak nisi razkosan. To se pravi, kaj notranje poškodbe so tako močne, da organi tega ne prenesejo? Ali... Točno to. In zdaj telo, lejte, mi smo pač antropološko narejeni za hitrost 6 km/h. No, to sem hotel vprašati. Koliko človeško telo dejansko zdrži? To, kar je hitrost peš hoje. Že če boš tekel, zdaj koliko te Kenijci hitro laufajo, ko laufajo maraton, ne? Glede na to, da ga manj kot v 2 urah odlaufajo, se pravi, on šiba 20 na uro. Ne? In zdaj, da boš 20 na uro, naš videl kandelabra in boš pretegnil v kandelabr, se boš lahko obal. Gre se za to, da telo do neke mere tolerira pospeške in pojemke, ali pa dajmo reči te G-sile, ko so pa sile prevelike, pa te organi, ki so v telesu lepo zloženi in pripeti na krvotok, ne? Pa jo bom vprašal, če sta kdaj brala, koliko imamo žil v telesu? Koliko kilometrov? Ja. Koliko? Bolana. Kaj bi rekla? Jaz bom zdaj ugibal, kaj enkrat sem to prebral, ampak meni se zdi, da je 1500 kilometrov. Imaš v mezincu, ja. A tu govorimo vse, mikrožile? 96 000, to je 2krat okoli zemlje po ekvatorju, imaš žilja v telesu. Ja. In tam noter, ja, se pravi, arterije, vene, arteriole, venole, kapilare, ne. Telo je kompleksna mašina. Ne. Recimo največji organ našega telesa je koža, ne. 2 kvadratna metra, 12 kg je težka koža, pol imate velikost pljuč, je 80 kvadratnih metrov. In to je kompleksen stroj, to je dobro prekrvavljeno. In zdaj računite, ko na to telo delujejo neke velike sile, se potrgajo pripenjališča organom in seveda se
potrgajo tudi te žile in človek začne krvaveti. Ampak ti to naven ne vidiš. Ne. Zmer je pač pompozno, ko nekdo krvavi, ne vem, ima prebito arkado, pa z prebite arkade nauč skrvavel. Ne. Razen, če si ne vem na kakšni antikoagulantni terapiji, pa da te bojo res pustili. Problem je, da so tukaj druge poškodbe, ne, poškodba medenice, kamor lahko zgubiš 3 litre od 6, pol volumna greke, zlomljena stegnenica, liter pa pol. Ne. In pa problem najranljivejših skupin, to so pa otroci. Ne. Zakaj? Ker oni so anatomsko drugače zgrajeni. Zdaj, če mi pogledamo majhen otrok, je 1/3 glava, če pogledamo. Ne. Ima veliko glavo, majhen trup, pa majhne nokce, rokce. In seveda ta glava jo nosi en bogi vratek, ki še ni formiran. In sile bojo na otroka čist drugače delovale in ta otrok bo te sile čist drugače kompenziral kot odrasel človek. Zato ne rečemo zastonj, da so to najbolj ranljiva skupina v prometu. In določene stvari mi pač lahko predvidevamo in jih predvidevajo tudi proizvajalci stolčkov, ne? Ampak 100% nevarnosti ni. Intermezzo, se ti spomniš, kaj je na predstavitvi tega sedeža ustanovitelj te znamke, ne vem, kako mu je ime, po resnici ni pomemben, da je videl, da mu ima ta malga v sedežu, da mu skozi glavca naprej zaniha, pa da je pol zmislil si en patent, ker lahko, vse to mi je si tako pol pokazal, ker to je res zanimiv, da lahko v bistvu naklon glave mečkrat spremeniš, da se kot malo spremeni, da je glavca malo bolj nazaj, in da pol je to tudi, bom rekel, absorpcijsko deluje dobro, recimo pri trku od zadaj pa tako, ne. To so te mali napredki, ki če konstantno razvijaš, se pač ne zgodijo. In pri avtih, in pri, bom rekel, tehnikah in tako naprej. Jurno, ampak ko te več majhnih koščkov sestavljamo v mozaik, potem so to zelo pomembne zadeve, ne. Ker najbolj izpostavljen del hrbtenice je vratna hrbtenica. Zakaj? Ker je najbolj zunaj, nosi glavo, glava ima neko svojo težo in zdaj sile naprej nazaj, če gledamo vektorsko, pospeški, pojemki ali trk od strani, bo zmeraj, to imenujemo tako imenovane nihajne poškodbe ali pa efekt biča, ne, ko se nekaj zgodi, glava zaniha, glava ima le svojo težo. In če se poškoduje vratna hrbtenica kot skelet, znotraj je hrbtenjača. In če se poškoduje tudi ta hrbtenjač, imamo lahko paraplegijo, tetraplegijo, v najhujšem primeru se pa zgodi to, da se zgubi povezava med dihalnim centrom in dihal in človek gre v dihalni zastoj in čez 3 do 5 minut se ostalo srce. In to pri nekomu, ki je lahko popolnoma zdrav, ali pa pri dojenčku otroku, ki ga imamo radi in tukaj pol načeloma poti nazaj ni. To je problem. Ne? Zato mi je všeč in tukaj moram pohvaliti zdaj tudi slovenske starše, da so zelo dosledni. Če zdaj primerjam situacijo danes, recimo s situacijo 25 ali pa 30 let nazaj, ker teh zadev ni bilo. Še danes imam pač prizor iz avtoceste Gorenjske na Povodju, pod Šmarno goro, ker so se z domci vračali, ura je bila 2 zjutraj in je prišlo do akvaplaninga. Avto je začel vrteti, seveda je butal ob odbojne ograje, otroka je vrgel ven. Se pravi, otrok je bil majhen, ležal je, spal po noč, nikamor pripet, potniki so bili pripeti, noben mu nič. Ampak kje je otrok? Otrok je bil 80 metrov nazaj na avtocesti, mrtev. In seveda za starše tragedija. Ne? Zato sem rekel, to so ti, lahko vam natančno zdaj pokažem, še danes se spomnim, zaprem oči, kje je pač ta otrok ležal. In tukaj si nemočen, nimaš kaj narediti, ker je sila naredila svoje. Ne? Robert, kako pa, se vem, da je zdaj to čist v kontrasmer, ampak vse ti prizori, ko so ti ostali, ne? Kako jih po predalčkah, kako po 30 letih reševanja narediš to, da se ti sploh ne znam vprašati, da si meren. Kako nosim to sabo? Kako nosiš to sabo? Oziroma, kako se spucam? Jaz imam zdaj kožo gor, ko mi govoriš, pa ko se spomnim, ko sem v bistvu v svojih strbom praktično 47 let enkrat bil na resni prometni nesreči kot nekdo, ki je pomagal. Pa se
vsakič, ko gume škripljajo ali pa ko nekdo objesno voz, imam tisti prizor, ko sta una dva fanta v avtu kolapsirala. Kako ti to breme nosiš? Dejstvo je, da sčistiš se tega bremena ne nikoli. Določene stvari porivaš v podzavest in veš, da je vsak od nas neke vrste temperana bomba zaradi teh vseh prizorov. Danes imaš možnost psihološke podpore po težji intervenciji. In seveda, ampak moraš za njo zaprositi. Včasih tega ni bilo. Potem se je pojavilo obdobje, ko je bila psihološka podpora možna, ampak kao nisi bil dost taf, če si za njo zaprosil. Danes je to popolnoma normalna stvar in z razbremenilnim pogovorom je pač znanstveno dokazano, da je ta stres bistveno manjši. Potem pa vsak od nas ima neke svoje antistres metode, seveda tudi s pogovorom v kolektivu, črni humor. Ne? A to res pomaga? Ja, pomaga. To mi doskrat tudi kakšno bedarijo tako delamo, imam tudi par stvari posnetih, vam lahko pokažem, da je pač potem smeh in pa zavedati se, da smo profesionalci in da greš mirno zvečer ob 7 domov ali pa ob 7 zjutraj, ko končaš nočno, se je važno skozi izobraževati, izpopolnjevati, da veš, da tisto, kar si naredil, je bilo pravilno in maksimum. In tudi, če je bil izid tragičen, da se je zadeva končala s smrtjo, da veš, da se ni končala zaradi tebe, ampak da se je končala zaradi mehanizma dogodka, zaradi dogodka samega. Ena stvar je pa tista, ki pa zapeče, ko veš, da je nekdo bi mogoče preživel, pa ni zaradi slabega sistema. Govorim zaradi slabega sistema nujne medicinske pomoči, ki je sigurno ima možnost za izboljšave. A to te najbolj zaboli? Ja, to je tisto, ker to je ena taka zadeva, ki bi se jo dalo zrihtati. Seveda, če bi pristojni imeli posluh. Zdaj sem spet navezal na Makedonijo. Ne? Bil je tam ta požar. Kaj se bo dogajalo v petek zvečer in v soboto zvečer po raznih diskotekah in lokalih? Kaj mislite? A v Makedoniji? Ne, tudi tle v Sloveniji. Ja, ne vem, žur. Žur, pa kaj še? Alkohol. Pa inšpekcijski nadzori. Zdaj bojo vse možne diskoteke prevetrili, a imajo zasilne izhode, imajo gasilne aparate, imajo dovoljenja, imajo varnostnike z licencami in tako naprej. Se pravi, zmer se mora zgoditi neka stvar, neke žrtve, to seveda teh 60 duš, ki je tam zgubljeno, naj počivajo v miru, ne bo pripeljalo nazaj. Ampak oblasti se pa pač morajo odzvati na nek način in potem gre zadeva v to smer. Tako da, mogoče se nekdo vpraša, kaj bi se pa v Sloveniji moralo zgoditi, da bi se stvari premaknile. Nažalost, zdravo kmečko pamet ali pa ljudi, ki vejo, o čem govorijo, stroka, jih ne želijo poslušati in žal v Sloveniji prevečkrat politika povozi stroko. A se tebi kdaj, oprosti, Jurej? Ne, povej. Ne, a se tebi, meni se zdi, da si ti... zdi se mi, vidim, da si ti eden glasnejših, a imaš občutek to, da če kdaj glavo preveč ven porineš, da si neslišan? Oziroma, kaj je po tvojih izkušnjah moraš v tvoji vlogi narediti, da pride tudi po tvoji tej inštanci do kakšnega rezultata ali pa premika? Treba veliko govorenja, zdaj, kakor sem opazil, se zelo bojijo ljudje, ki so odločevalci medijev. Mediji imajo strašno moč in ko ena informacija pride v javnost, potem oni majčkeno stopijo korak nazaj, ker se bojijo javnega mnenja in politikom javne mnenje ne nazadnje pomeni tudi glasove na naslednjih volitvah. Jaz politično aktiven nisem, sem glasen, bojim se ne nobenega, dokler vem, da tisto, kar govorim, je resnica in da tisto, kar govorim, je, da imam prav. Takrat ni te sile nebeške, da me bo ustavila. Zdaj, velikrat me vprašajo, kaj so v horoskopu. No, kaj sem v horoskopu? Jaz bi rekel, da ki gre naprej z glavo. Big stari zih. Dvojni, eto, vse jasno. Zdaj, a ima horoskop kaj veze s karakternimi lastnostmi, ne vem. Ne? In tisto, kar vem, tam se oglašam. Kar ne vem, rečem, lejte, to ne vem, vprašajte nekoga drugega, ki to ve in ne bom pametoval. Ampak v teh zadevah si pa upam biti glasen. In tudi te izkušnje, ki jih pač imam, z zadovoljstvom prenašam tudi na
mlajše kolege na raznih tečajih, druženjih in tako naprej, ker mislim, da je prav, da se doktrina in primeri dobre prakse širijo po celi državi. Robert, ampak zakaj je res tak pri nas problem? Mislim, ne bi bilo politikom lažje, da bi prišel, naprimer, nekoga, ki 30 let rešuje, vprašati, poslušaj, imamo tak pa tak problem, kako ga rešimo. Zakaj mora pri nas res vsaka strokovna služba dobiti politični prizvok? Jaz se to dnevno vprašam. To generalno velja. Generalno velja. Velja to tudi za avtomobilsko industrijo. Velja za vojsko. Zadnji sem se pelil, sem po radiju poslušal, pač Evropa se je odločila za oboroževalno tekmo. Ampak kako bo en politik zdaj odločil, enemu snajperistu povedal, kaj je dobra ostrostrelska puška? Kako lahko en politik se odloči za tebe, kaj je dober rešilc? Zakaj imamo tak problem? Zakaj po tvojem mnenju politiki nočejo poslušati stroke? Mogoče jo poslušajo, ko je prepozno, ali pa poslušajo nekoga, ki se deklarira, da je stroka, pa to ni. To sem zdaj v zadnjem času na lastni koži doživel. Mene bolj matra to, da če cela Evropa dela nekaj na en način, ali pa bom tako rekel, vsi vozijo po desni, mi edini vozimo po levi in zdaj se mi jezimo na vse tiste, da so čudni, ki vozijo po desni. Kaj ti ni jasno, ne? Topla voda je izmišljena, tudi doktrina naša, konkretno, se govorimo o poškodbah, ne? Vse jo nismo mi izmišljali, mi smo se pač šli učiti ven v tujino, učiš se od ljudi, ki so imeli to že izdelano, od ljudi, ki so najboljši. Jaz sem se zmer bil navajen učiti od najboljših. In zakaj zdaj izmišljati tlele nekaj? In imam občutek, da so politiki tukaj rahlo zavedeni, vzadej je pa zmeri nek interes. Ne? Oni dostikrat pravijo, ja, sej to, kar se bolj govori, je res, ne? Sej ima prav, ampak, ne? Zmer mora biti ta ampak. Zakaj se on oglaša? Kaj bo imel on od tega? Sigurno bo mojster nekaj pobasal. Ne? Ljudje, ki me poznajo, vejo, da tudi, ker sem se pač boril za motor, ki ga je dal gospod Mitja Vilar in naredil prvih 23 intervencij leta 94, jaz od tega nisem imel nič. Kvečemu smejali so se mi, ne? Lega, dvorni norček na reševalnem motorju. Potem 96 leta smo naredili ta prvi avto v RAL barvi 1016, ne? Opel Frontera, ki je avto teh naviz dala. Ne? Zakaj sem si zapomnil to? Je zato, ker sem to cifro moral milijonkrat povedati. Ne? In to je zdaj pač zmeraj ta RAL barva je predpisana. To je ta fluorescentno rumena, ja, to je predpisano strani Evropske unije. Čeprav pri nas neki oblastniki trdijo, da temu ni tako, pač treba je samo mečkeno prečitati, Google to takoj najde. In seveda, takrat smo pač orali ledino. Ne? Dejstvo je bilo, da smo morali marsikaj, kar smo izrekli, dokazati na ta način, da smo si izrihtali sponzorski avto, sponzorsko opremo in potem, ko smo dokazali, da to, kar govorimo, da res funkcionira. Ne? Recimo, ta Opel Frontera, ki smo 96 leta naredili, to šele zdaj v Sloveniji prihaja ven. Koliko je to zamude, smo računali? 29 let. 30 let. Kasneje je to Slovenija plasirala, kar smo mi že 96 leta imeli, lahko damo. Govorimo o urgentnem avtomobilu za zdravnika. Tako. S tem smo se mi vozili 96 leta. O čem govorimo? Zakaj 30 let zamude? Zakaj? Hej, da mi povej dvojno vprašanje. Prvič, ki si rekel, učiš se od najboljših. A je de facto neka država ali pa skupek držav, ki orjejo ledino še zdaj, ker pač vedno je nekdo spredaj in vedno, a imamo najboljšo državo ali pa najboljši sklop držav, odkje prihajajo trendi ali pa najboljše nove stvari, plus to pa pol nadaljevanje, kako se je bilo pa pol prvič dejansko sesti na motocikl pa iti na prvo, bom rekel, intervencijo. Zdaj, najboljše države so tiste, ki investirajo največ denarja v razvoj in v izobraževanje. Ampak, tukaj zdaj, kar se travme tiče, so Amerikanci močni. Zdaj vprašam, ali mislite, da so Amerikanci res toliko človekoljubni, da investirajo toliko denarja v to, ali so oni gledali skozi prizmo dolarja, pa so rekli, če investiramo $2, prišparamo enega. To je bil pri njih
koncept in so točno vedeli, če investiramo v izobraževanje, v dobro opremo, bo toliko manj invalidnosti, toliko manj smrti in je to toliko manjši minus za državo. Ne? Človeško življenje, ali ima vrednost? Seveda ima. Koliko pa je? Neprecenljivo. Ja, ko je to nekdo tvoj. Drugač pa je, tudi na nivoju Evropske unije je izračunana statistična, sintetično določena številka človeškega življenja. Za Slovenijo je 1,98 milijona evrov. Recimo za primerjavo, Hrvaška 1,33, Norvežani 4,2. Slovenci je vreden švoh 2 milijona evrov. Ja. Hrvat pa 1,3. Ja. To je vezano na BDP države. To se To pravi, je statistično zračunano. naša življenja so vrednotena tukaj, če jaz ta hip ugasnem, bo država zaradi tega, ker nisem delovno aktiven, zgubila toliko pa toliko denarja. Tako, ti boš toliko in toliko manj denarja prinesel davkoplačevalsko vrečo, pa država je tebe, ko si se ti rodil, si šel pač v šolo, šolale, investirala vate, a ne. To, da so investirali starši, to mbenga ne zanima, pač država je investirala in potem ta revenue pričakujejo od tebe nazaj. In če ti, vsaka prezgodna smrt je nominalna škoda za državo 2 milijona evrov v slovenskem prostoru. Ne? Kdo pa je najdražji Evropejc? Norvežani. Kje smo, na 11? Oni imajo 4,2, 4,3 milijona, ampak mi smo kar tle, dajmo reči nekje v sredini. Drug problem, države investirajo milijone evrov, recimo, da zmanjšajo odzivni čas za 1 minuto. Na kak način to naredijo? Boljši dispečerski sistem, distribucija vozil na terenu in tako naprej, predvidevanje statistično, kar se danes tudi da ob kateri uri, kje se bo kakšna stvar zgodila. To je danes obdelava podatkov laufa. Ne? In grejo veliki denarji samo za to, da bo pomoč čim prej pri tistemu, ki je potrebna. Naše ljudi tukaj v Sloveniji, to ne zanima, jaz sem milijonkrat povedal, da kakšna je vrednost človeškega življenja, da je pač to, da mi lahko ta vložek upravičimo že prvi dan, jih to ne zanima. To jih enostavno ne zanima. Zato, ker očitno... Kaj nočejo holistično gledati na vse skupaj, so preveč ozko usmerjeni, nam rekel v interes, ampak v nekaj, kar lahko nadzirajo kratkoročno, ali v čem je hec? Jaz mislim, da oni enostavne matematike ne razumejo. Samo to. Ali pa jo nočijo razumeti. Nisem nikdar to tako globje raziskoval. Jaz sem pač zmer to zadevo povedal, zakaj pa ni bilo efekta, pa nikdar nisem raziskoval. Pač skomignil sem z rameni in sem šel naprej. Ne. Mislim, veš, jaz sem tudi že o tem razmišljal, ker prej si omenil Američane, ne, pa dostkrat slišimo, ja, seveda, Američani, po njih se normalno ne moramo zgledovati, noben evropski zdravstveni sistem, ljudje si tam sami šivajo, nočejo tu rešilca zaradi stroškov, ampak po drugi strani pa vem, veš, tam, če si zavarovan, ne, jaz poznam en primer, en moj sorodnik, ki živi tam, veš, on, ki je imel zdravstvene težave, ki je imel urejeno zdravstveno zavarovanje, on je imel v 24 urah vso nujno diagnostiko narejeno. Ni bilo čakalnih dob. Ja. Vsak sistem se mi zdi, da ima pluse in minuse. Ne, seveda, da ima, ampak veš, tudi iz tega vidika se jaz vprašam, ne, vedno se to vprašam. Mislim, država smo vendarle ljudje, ne, in nobena država brez zdravega jedra ljudi ne more funkcionirati. Zato se mi zdi tudi toliko zelo pomembno to, kar se danes pogovarjamo. Veš, od odzivnosti časa do čakalnih vrst. Ne? Veš, vsakdo nekoga pozna, ne, ali pa se je srečal. Mi v Sloveniji dejansko smo začeli za zdravje veliko doplačevati stvari, če hočeš nekam priti, takrat, ko ti nekaj fali. In to mene moti kot državljana. Res me moti. Pa ne zato, ker sem star 47 let, ampak jutri, ne vem, imaš bolanega otroka, imaš bolano mamo, ne gledam to skozi prizmo zgolj svojega zdravja. Ne? Ampak pri zdravju res ne sme biti, če čist po domače rečemo, po črto ne bi smelo biti nobene zajbancije. Če nisi zdrav, pač država ne funkcionira. To drži. Mene tle pač bolj moti, da za določene stvari, bom rekel, tudi neumnosti, ni problem, da denar, ne. Na drugi strani so se pa včasih zbirali zamaški za razne otroke in tako naprej. To se mi zdi izredno, pa še se zbirajo, izredno mačehovsko od države, a ne, daj poskrb za tega nesrečnega otroka.
omogočimo zdravljenje in to je res tisto najmanj, kar se da narediti. Ne. Zdaj je bilo kar nekaj, bom rekel, teh redkih otroških bolezni in tudi to poznam, zdaj le eno družino mlado, v kakšni stiski so. 1 milijon evrov morajo izbrati. A se mi zavedamo ljudje, kaj je to danes enim dvema mladima človekoma, ki si rešujeta recimo stanovanjski problem, v Ljubljani kupiti ali pa v Domžalah ali pa v Grosupljem ali pa v končni fazi v Novem mestu, Kopru kupiti, ne vem, dvosobno, trosobno stanovanje za živeti, pa je treba dati 300 000 evrov, zdaj pa še to je verjetno premalo, ampak ti greš pa v ambulanto k zdravniku, pa zveš, da je tvoj otrok nepovratno bolan, hkrati pa zveš, da je tam nekje na drugem koncu sveta neka iskra upanja, ki pa stane 1 milijon evrov. Jaz, z vsem dolžnim spoštovanjem, jaz si ne predstavljam stisko z teh staršev. Ti veš, da lahko nekdo pozdravi tvojega otroka, ampak je vse odvisno od teh kurčevih, se upravičujem, cekinov. Ja. Veš, 2 milijona nas je Slovencev. Ali res ne moramo stopiti skupaj pa urediti ta zdravstveni sistem? To mene res tudi boli, no? Ja, vse Slovenci stopimo skupaj, ampak takrat bi moral nekdo že prej to narediti. Ne? Ampak dobro, to je sistem. Pa si pa še eno vprašanje dal prva moja vožnja z motorjem, to se še spomnim. No, ja. Dej pelnaš čez ta dan, ker se mi zdi, da Kjer to je motor je bil? Čak sam malo, no? To mora biti tak en prelomen občutek, mislim, trenutek, ker si prvi, ki to narediš. A veš, imaš kakšen dvom, dobro, pa seveda tudi motor, ne? Kako to izgleda? Motor je bil Honda CBR 1000. Predelan, od spredaj vse imamo slike, lahko tudi damo bor. 2 modre luči, sirena, od zadaj kufer z osnovno opremo, motoristična jakna, rokavice čelada in tle v žepu Radio Zveza in sem čakal na prvi poziv, čakal. Bil je lep spomladanski dan in potem je prišel poziv, prometna nesreča, stara cesta Brezovca Vrhnika, tam če se spomnite, kaj je en nadvoz na cesto, ki je včasih šla železnica od spodaj, ki včasih je vozil vlak na Vrhniko, no, tam je en avto šel z ceste. Seveda, kaj se je pojavilo, ne? Prva vožnja, tunelski vid, hvala vsemogočnemu, da sem preživel, itak to je bilo neko oranje ledine, danes postati motorist reševalc je dolga in zahtevna pot. Ne. A ti si bil samouk? Samouk, kamikaza, skratka, ta prva intervencija, žal je bila oseba mrtva, ker očitno je že šlo prej za srčni zastoj in to je bil razlog, da je možakar se zapeljal z ceste in se na brežini prevrnil na streho. Ampak spomnim se točno vsega, kako se je zadeva dogajala, probali smo z oživljanjem, ki pa pač žal ni bilo uspešno. Ne? No, danes recimo postati motorist reševalec je treba imeti motoristično znanje, potem vsaj 5 let moraš biti izprašan, izkušen reševalc v sistemu NMP, potem pa je šola varne vožnje, na Vranskem intenzivni tečaj pa relacije z inštruktorjem, ko oni pač povejo, da si kontent in da si pripravljen za samostojno delo, greš pa v operativo. Ne? In vsako leto so te, recimo naši začnejo že aprila te kondicijske vožnje in šole varne vožnje, ker s 1. majem se začne motoristična sezona. S 1. novembrom se pa zaključi. Ne? Tako da ti zadnji dan je še aktivnost okoli Britofov, ker je takrat veliko ljudi, ki je dan mrtvih na pokopališčih in motor je krasna stvar, se pripeleš tudi, če so potke ozke, direktno do tja, kjer se kakšna mama v Pelcmontlu zgubila zavest. In tista stara cesta Brezovca Vrhnka se mi je zdela takrat zelo ozka. To je šlo polne bombe. Se pravim, takrat smo bili mladi, danes sigurno ne bi nič kaj tazga naredil, ker je mečkeno več izkušenj. Takrat je bilo pa tudi to neko rivalstvo, ker sem rekel, moram priti pred rešilcem, pa moram dokazati, da ta zadeva deluje. Pa je bila pa še ena zanimiva stvar, to je bilo pa na Litijski. Sem pa isto, intervencija in z motorjem sem jaz padel mimo kraja intervencije. Zakaj? Noben me ni upal ustaviti, ker ljudje še niso vedeli, da obstaja motorist reševalc. Padam jaz mimo, obrnem, grem nazaj, v tistem seveda je bil rešilc že tam, oni so že nalagali. In pol seveda so me zajebavali v garaži,
ta tvoj motor, to ni nič, lej, mi smo s ta velikim Mercedesom in kombijem prej prišli na kraj, kot ti. Ja, itak, če me ni ustavil, ljudje so pač videli neki sireno leti, mogoče so mislili policaj, ne, policaja ne rabimo, ga nam ustavljali, ne, in to je bilo smeh. Koliko časa je pa trajalo, da je to, da so ljudje začeli razumeti tudi takšen način pomoči? 94. leta je bil ta, dajmo reči, testno obdobje prvih teh 23 intervencij, je bilo narejenih, potem pa se do leta 2000 ni dogajalo nič. No, potem so pa Mariborčani naredili, so pa mečkano bolj resno, se smo mi tudi resno, samo oni so to naredili kot projekt, pa so zadevo protokolizirali preko Ministrstva za zdravje, pa so se tudi nek denar se je zagotovil, da so oni sfurali to zadevo ven. 2 let kasneje pol še Ljubljana, in na koncu še Obala, tako da zdaj je to normalna oblika dela, država za to da denar, te 3 centri so, motori laufajo in rezultati so pač fantastični. Recimo spomnim se ene sezone 2007, spomnim sem imel v eni sezoni 7 uspešnih reanimacij. 7. No, da si pa začunite, 7x2. Koliko smo dinarčkov v državi prišparali. To je 14 milijonov. Vložek, ki ga pa recimo strošek za recimo motor v Ljubljani je pa 55 jurjev na leto. Jaz pa ne vem, kaj ne rečem na to. Se nekaj reči. Predvsem ne morem nekaj strokovno pokomentirati, se pa zanesem na tvoje mnenje, ker pač se na koncu dneva številke so številke, enih stvari pa tudi ne moreš zblefirati. Ne? Se je to jasno. 14 milijonov v eni sezoni. Ja. Ampak to so moje cifre, vmes so še drugi fantje delali. Ko mi ne sme ta misel ideti, če bi bil ti zdaj v vlogi tistega, ki bi opremo naročil. Misliš? Ja, mislim čist konkretne stvari. Kjer je zdaj najboljša, kaj je zdaj najboljše podvozje za rešilca oziroma bazno vozilo, kaj je najboljši reševalni motor oziroma lahko malo poveš? Zdaj tako, pri vozilih so si te transportna vozila, te kombi so si vsi več ali manj toliko podobni, Zdaj vzameš, Volkswagen Crafter ali vzameš Mana, ki je nekako isti avto, samo od spred ima značko Mann namesto Volkswagen. Dejstvo je, da reševalno vozilo mora imeti 4-kolesni pogon, mora imeti zmogljiv motor, kar so ga mečken pihnili, ko so šli s tem, kako se reče, downsizingom, sem prav rekel. Ja. In to, mi smo imeli strašne probleme s tem. Recimo, primerjava, Mercedes 3.0 motor, nobenih težav. Ko so šli na 2.0 motorje, nam je to crkval po tekočem traku. Sploh ne vem, če je kjer motor dočakal servisni interval. Mi smo kar motorje menjali. Seveda, ker bi stroj toliko bolj obremenjen. Seveda, to gre pač avto, mi rečemo polne bombe, ko se gre za res. Se avti so priklopljeni, blok motorja je ogrevan. Zato imamo mi avte priklopljene in je tako voda kot tole ogreto, tako da tudi pozimi, ko šartaš, takoj je vozilo začne greti in tudi bolniški prostor mora biti ogrevan. Ne moreš priti pozimi, ko je odzunaj -5, na prometno pa je vsa oprema mrzna. Zato so reševalna vozila priklopljena, plus vsa medicinska oprema se fila. Drug problem imamo v Sloveniji. Problem iztrošenosti reševalnih vozil. Mi recimo nimamo normativa, tako kot ga pozna nek tujc. V tujini imajo normativ 7 let ali 150 000. In potem gre avto iz primarne nujne dejavnosti ven. To ne pomeni, da ta avto gre na odpad. To pomeni, da ta avto potem dobijo razne organizacije. Zdaj v Nemčiji imamo recimo Johanniter Unfallhilfe, Samaritan Unfallhilfe, Malteser Unfallhilfe, Deutsche Rote Kreuz in gre v sekundarno dejavnost. Se pravi, dializne bolnike pele. Ne nujni prevozi iz bolnice domov. Oprema ostane not. In zakaj je to dobro? Zato, ker ko imajo nekaj večjega, imajo oni imenujejo prvi val, drugi val. Prvi val so profi službe, imajo nove avte, novo opremo, ko je pa nekaj večjega, imajo pa backup in upokličajo te sile. No, Slovenija backupa nima. Koliko pa naredi pri nas približno rešilc? Kakšne kilometrine so to? Te pridem lahko iskat z avtom, ki ima 500 000 kilometrov. Pa je še vedno prvi val? Seveda.
To je to. Ne? In nekako je tudi problem dobrega gospodarstva. Ne? Viš, to so spet tiske, Ciril rekel, cifre. Ne? Odzunaj, zakaj grejo na to? Ja, zato, ker se tudi malo dogovorijo, podaljšana garancija, to in tret, in ti enkrat, ko kupiš avto, nimaš nekih silnih stroškov z njim, ker kar bo odpovedal, bo nekako v garantnem roku poservisirano. Ne? In kar je pa starega, dajo pa ven iz prometa. Pri nas je pa tako, za nov avto ni problema, ni denarja, star avto, pa ti zaradi mene vsak teden daj nov motor, to pa stane. In mi lahko recimo v 3 mesecih bomo za servisi prekoračili ceno tega rabljenega avta, ker ta avto amortizacijsko ni vreden nič, to je avto, ki je strošen, ampak drugega nimate in s tem boste delali. To je problem v Sloveniji. Ne? Da bi država tukaj rekla, ok, reševalci, kaj rabite? 100 avtomobilov, ok, 100 istih avtov kupimo, ista oprema, potalamo. Ljubljana, koliko rabite? Rabimo jih 15, evo. Maribor, koliko rabite? 10, tuf. Ne? In na ta način se da sistem pelati. Recimo Hrvati, oni so to naredili tako, da so naredili zavod za hitno medicino, se pravi, Hrvati imajo zavod, krovni zavod, ki ga Slovenija nima, in recimo tam jim nabave lepo grejo, črpajo evropska sredstva, v Sloveniji pa praktično za NMP evropskih sredstev se sploh ne dotaknemo. To je problem. No, mogoče zdaj za te vozila urgentnega zdravnika, da bo šlo nekaj evropskih sredstev, ampak premalo, bistveno premalo. Ne? Se pravi, če s tebe prav razumem, mi bi lahko v Sloveniji počrpali za nujno medicinsko pomoč za opremo veliko denarja iz Brusla. Seveda. Ampak, kdaj boš ti dobil denar iz Brusla? Ko boš delal v skladu z evropskimi predpisi. Ne? Tukaj je pa pol mal problem. Shit. Motor. Ja, no, motor pa zdaj tako, jaz aktiven motorist več nisem, gledam pa, kaj fantje želijo imeti. Želijo imeti neki tazga, s katerim se lahko zapeleš čez robnik, čez štenge, malo po terenu, in večinoma se odločajo za enduro motorje, za razliko od policistov. Ne? Policija je bolj nekako, se mi zdi, zvesta BMW-ju, cestni varianti BMW-ja. Naši pa recimo kakšna Honda Cross Tourer, kaj tazga, da so to še zmer pač motor, kubatura konkretna, hitrosti velike, pa možnost mečkeno off-roada. Ker moraš vedeti, ko se zgodi recimo neka gozdarska nesreča, motor pride bistveno dlje kot po tistih gozdnih vlakah, kot mi z reševalnim vozilom. Ne? In pol moramo pač mi parkirati, si uprtamo v opremo in gremo v breg. Tu si reševal kdaj kot reševalc? Kakšno tako? V gozdu, ja. Seveda, vsako leto, tega je ogromno. Ne? S tem, da leta nazaj, dokler še ni bilo mobilnih telefonov, so to večino le smrtne poškodbe, ker preden je nekdo iz gozda prišel do traktorja, s traktorjem v vas, do telefona, pa da je obveščanje zlaufalo, smo mi prišli nazaj, je bilo prepozno. Ne? Zdaj obveščanje zlaufa rečemo isto minuto. Pa tudi lokacijo, ne? Da ti nekdo reče, na Rakitni se je podaril drevo. Ajde ga ti zdaj najti, ne? Danes, ko so mobilni telefoni pa mikrolokacijo, praktično imamo v sekundi, ne? In bistveno hitrej lociramo žrtev, absolutno zraven tudi ostale interventne službe, ne? Gasilce, ki so predragoceni pri vseh takih zadevah, kjer govorimo o tehničnem reševanju, kjer je treba tudi kaj dvigant ali pa odnesti, prenesti. Timsko delo, tako da so danes te intervencije se bistveno bolj končajo, kot so se 20 ali 30 let nazaj. A si ti danes predstavljaš, na primer, nujno medicinsko pomoč brez motorja? Je tu pač ratala stalnica, ki mora biti? To je fenomenalna zadeva. To je, če ne drugega, je to en par rok, en par dragocenih rok. Kot drugo je pravilna informacija, feedback, ki jo dobimo čim prej iz terena. Mogoče prijemo turistke, pa reče, obrnite ni nič, ker doskrat ljudje kličejo, da se je nekaj zgodilo. Avto je na strehi, ne upajo prestopati, ne upajo priti pogledati, ker se bojijo prizora. No, to avto nima benga. In pol vse službe letijo tja, možakar je pa že 10 minut sedi nekje na peru. Pač je ekipno avto na streho, se je zvlekel ven, pa je šel na enega. Ne? In informacija, ne, je tista, ki tudi pomeni življenje in ki tudi rešuje. In zato so danes tudi, recimo, smo tudi na račun adekvatne, hitre, kvalitetne informacije, se je smrtnost na cestah zmanjšala.
Robert, še eno tako zelo tehnično vprašanje. Ne? Enkrat sem se z gasilci pogovarjal, pa prej si tudi že ti omenil pač avtomobilsko strukturo, ne? Zmečkljive cone, airbagi, ABS. Koliko bi, a imamo naprimer oceno, jaz vem, da ne bomo nikoli znali prešteti, koliko življenje je rešil, naprimer ABS zavore ali pa zračna varnostna blazina, ampak kaj ti danes vidiš, če postaviš se iz leta, ne vem, 94, 95, omenil si še avtomobile brez teh sistemov, pa danes, koliko ti danes manj poškodovanih ljudi vidiš ali pa lažje poškodovanih? Razlike so enormne. Včasih, recimo, pa se spomnimo Volkswagen, Hrošč, Warburg in tako naprej, si prišel na kraj prometne nesreče, avto minimalno poškodovan, človek not mrtev. Danes je obrnjeno. Avto zverižen, tudi motor lahko ven vrže, človek pa praktično minimalno ali ne poškodovan. Seveda, zdaj tukaj je ogromno enih variabil. Od telesne mase, kako si bil privezan, s katere smeri je bil trk, je bil čelen, je bil bočen, je bilo prevračanje, si bil privezan ali ne, te je katapultiral ven iz avta. To je ogromno enih variabil, ampak poškodb je bistveno manj. Sploh recimo v urbanih okoljih, kjer so te hitrostne omejitve predpisane, ne? Vsak pravi, pa zakaj se moram po mestu voziti 50? Ne? Ja, zato, ker 50 je bistveno manj kot 60. Ne? 50 ni samo 10 manj kot 60, ne? Ampak če gledamo glede sil, je to pol manj kot 60, ne? Ker te sile eksponencialno naraščajo. Ne? Grozljiv je podatek, recimo, ko smo imeli eno prometno nesrečo čelen trg, ki je babica držala majhnega otroka v naročju. In seveda ni bila pripetana. Prišla je do trka in gospa je otroka stisnila ob armaturo. Shit. Otrok je bil pač mrtev, ne? Pa so pa izvedenci izračunali, da je ta babica, ki je imela svojih 65 kg, ona je pač preživela, otrok ne, stisnila otroka ob armaturo s težo 3 tone. Se ne moreš preživeti, ja. In ne moreš preživeti, ne? Enostavno ta telešček to pač ni zdržal. In tega se mogoče ljudje ne zavedajo, ne, da fizika pa ne odpušča. Ne pri poškodbah, ne pri vožnji. Ne. To je zelo jasno pri gumah. Ne. Zdaj govorimo o tem, kakšen je, o tem, kdo in kako je pravilno pripet ali pa nepravilno pripet o prihodu na prizorišče prometne nesreče. Kako je z reševanjem otrok? Absolutno, seveda je to te zaznamuje, ampak veš, danes imamo kle 2 otroška sedeža. Ne bom te vprašal, ali pa mogoče če si imel že kdaj ta način zapiranja strani, ki ga ima recimo tale Palas G2, ampak se skupaj poenostav, zdaj mogoče sem jaz ta podcast že umestil, ali pa še bo, res je zanimiv. A si že kdaj, oziroma kako težko, ali pa na kakšen način sploh posredovati, ko je otrok v otroškem sedežu? A veš, ker se mi zdi, da ne vem, je to vse en tako specifičen način pristopa, ali pa se mi zdi, da moraš imeti Madonna samo za to eno šolo. No? Ja, šolo ne, imamo pa intenzivne tečaje. Ne? Recimo v Sloveniji imate tečaj ITLS, to pomeni International Trauma Life Support. Jaz sem pač tudi eden izmed njihovih inštruktorjev, kjer imamo prav pediatrik tečaj, kjer reševalce in gasilce učimo, kako pristopiti na ta prav način in kako na optimalen način imobilizirati otroka in ga potegniti iz avta ven s stolčkom. Se pravi, mi ne izvlačimo otroka iz stolčka, ampak ga zapakiramo v stolček, potem pa... Kaj to pomeni zapakirati otroka? To pomeni, da naredimo, da zapolnimo te praznine, da imobiliziramo. Imobilizirati pomeni narediti telo negibno, ne, da se ne bo moglo premikati, z brisačami. Delno improvizacija. Zafilamo to, zalepimo, potem pa stol odpnemo, ga damo ven, stolček poležemo in potem kontrolirano z varovanjem vratne hrbtenice poslajdamo iz stola ven otroka v upornico vakuumsko, oblikujemo, spumpamo in peljemo otroka v bolnico. In to je prav posebna tehnika, to te mora nekdo naučiti, to ti mora nekdo pokazati. Potem je pa tukaj moment, ne, tudi avto je lahko zverižen, z ene strani ne moreš noter, vrata se ne dajo odpreti, ok, to bojo gasilci odprli, pa id z druge strani, išči alternativo, bodi fleksibilen, prilagajaj se, lahko je avto na strehi. Takrat je pač otrok bo še zmer varno not v stolčku, kako bomo zdaj to naredili?
Da ne bo to vse skupaj ti zdaj releasal sistem Isofix, pa bo vse skupaj butnal dol. Samo, kaj se mi zdi se mi tudi grozen, koliko enega potrpljenja, mislim, ti itak moraš imeti, ampak mogoče morajo starši imeti, ki so že zdavno ven z avta, ti pa rečeš, ne bo, zdaj pa mi otroka počas ven dal, ker mora narediti to pa to pa to. Hočem reči, kaj vse se zgodi v glavi udeleženca, ki je mogoče že ven z avta, otroke pa noter in ti mu moraš v tistem trenutku reči, ne, počas, najprej tako pa tako. Absolutno, ampak nekaj je dobro, ne, da uniforma naša, sej mogoče smo res v živih barvah, ampak te žive barve imajo svoj pomen. Nositi to uniformo je obveznost, je naporno, je čast in je ponos. In moram povedati, da če prideš nekam v tej uniformi, je ta uniforma vliva zaupanje in starši nikdar ne bojo presinga na nas izvajali. Okay, super. Je pa še nekaj, običajno so v vozilih starši bolj poškodovani kot otroci. Da imamo pa tle še en korak, kar učimo na teh. Mi, ko bomo otroka evakuirali, to je tudi recimo modus operandi, ki smo ga stojine prepeljali. Kaj narediti? Otrok je že doživel travmo, ki je bil karambol. Kaj bo zdaj otrok še gledal, kako mu gasilci režejo ven očeta mamo, ki ima polomljene stegnenice in se oče in mama dereta? Ne, tega otroka mi evakuiramo. V rešilcih imamo zmer igračo, neko plišasto igračo, jo damo otroku in s tem mi rečemo, otroka kupimo. Kako otroški mindset deluje? Stric mi je dal igračo, se ni nič hudega. Ampak nekdo se mora s tem ukvarjati. Zdaj, če reševalnih ekip zadosti, se pač s tem ukvarja nekdo od nas, če ne damo to nalogo policistu ali pa gasilcu, ampak skratka otrok gre v varno okolje stran, da ne sliši teh postopkov reševanja, ko mu rešujemo starše. Zdaj se spomnim, a veš zadnjič, ko smo se vračali s Kop, ki je bila nesreča na cesti Velenje Slovenj Gradec, se spomnim, ko sem se jim prizorišča prometne nesreče pelal, da sta se dva gasilca, tako ko praviš, ukvarjala z dvema otrokoma, sta sedela na orodnem vozilu, sta jih hecala, reševalna ekipa je pa tam delala. Tako to res deluje v praksi. To deluje, to je distrakcija in dokazano je, da so pol travme teh otrok bistveno manjše, kot da boš ti otroka pustil, ko on gleda, kako gasilc z spiralom odpira avto, to poka, koščki stekla letijo in seveda, ko se avto razpira, sile delujejo v kontrasmer in za nekdo, ki je ukleščen, ga že itak boli, potem se pojavljajo lahko dodatne bolečine in ni fajn, da otrok to gleda. Kakšne napake se najpogosteje zgodijo pri pripenjanju otrok? Da so otroci pripeti nepravilno, ker zdaj, če si ti pripet nepravilno, se lahko zgodi to, da sicer bo telo ostalo na željeni poziciji, ampak še zmeraj bojo na telo delovale neke sile. Potem je lahko problem teh vzvratnih trkov. Nedolgo tega sem imel prometno nesrečo, sicer ni bil otrok, bila je pa mlajša punca, ona je bila pravilno pripeta, ampak sile pri navvoznici, ki je avto zavrtel in je z vzvratnim delom avto trčil v brežino, so bile tako hude, da je potrgal naslonjala in je njo pripeto potegnil izpod pasov ven, sezulo in vrglo ven iz avta. Lahko vam pokažem slike, imam na telefon. Pripeto. Taka sila. Sila je bila tako velika, da je kompletno konzolo z radijom zruval ven. Ne sam radio, konzolo sredinsko z radijom je potegnil ven. Jaz sem tudi že kakšen prispevek naredil, pa Jure, sem prepričan, da si ti tudi že pisal o tem, kako je treba se potruditi, ne glede na znamko sedeža, da se razumemo, da je otrok, če je klasičen način pripenjanja, kar je ponavad, da je to pač tesno. Zato, ker ali kako? Ja, neke vrste, dajmo reči, efekt klaustrofobije se zgodi, otrok ne mara, da ga ti sfiksiraš in da on ni gibljiv. Ja, samo veš kaj, a ni tako, da moja izkušnja je taka, pa tudi ko sem me učil, da če ti delaš to od štarta, bo tudi otrok navajen na občutek tesnobe. Tako kot jaz, veš kaj, hecam, jaz grem včasih v kakšen test na avto, kakšen zapisek narediti in je avto na parkirišču in jaz se prepnem, ker jaz se nadzga počutim, če sedim na sedežu. Ja. In se mi zdi, da če ti otroka, ne se mi zdi, zagotovo je tako, od začetka navajaš na to, da je, zdaj mislim, da bo tam imel plavo glavo, ampak hočem reči, da če imaš klasičen način, da ti zapneš, preveriš, pogledaš, koliko je da je za eno pest prostora oziroma za eno dlan.
Več pa pač ne sme biti, ker se vidim kdaj, tudi sem že videl, ki je na Instagramu vsebino, ki je mama vozila, pa seveda tudi snemala med vožnjo, ker je že itak totalno odgov, ampak ko so pa otroci imeli pasove niti ne čez rame, ampak tukaj pri komovcih. Ne, zato, da uboščka, da Petrčka ne bo preveč, ker ga tako moti, ne. Plus predebele bunde, pa tako da to je treba res biti strikten in ne popustiti, ker gre za otroka. No, pa je pa res to in tudi prej Robert starše pohvalil in jaz tudi moram to potrditi. Mi na Motorvi imamo dostikrat kakšen klic, tudi babice pa detka, mame, očeta, ki kupijo nov sedež, pa se pridejo pozanimati. Ne. Velikokrat smo imeli, velikokrat so tudi ljudje poklicali, kaj svetujemo pri nakupu rabljenega sedeža. Ne. In tukaj so tudi stvari jasne. Ne. Mi ne moramo vedeti, ali je bil ta sedež. Ne. Lahko je sedež doživel že nepovratno škodo pri zaviranju sili. Je odigral svojo vlogo, ni nič polomljen, ampak je bil material že preobremenjen. Ampak je, kar se mene tiče, in tukaj sem vsekakor ponosen na AMZS in na vso to preventivo in na vse te teste, ki jih skupaj z evropskimi klubi tudi izvajamo. Glih ta teden imamo tudi sestank, ki se ga bomo udeležili za nov test otroških sedežev. Hočem reči, da smo prišli tako daleč, da se ljudje zavedajo, da je to pomembna stvar in da če niso sigurni, poiščejo neko relevantno informacijo. Ali je to AMZS ali pokličejo celo policijo. Tudi tak primer smo že imeli, pa jih je policija potem na nas obrnila ali pa na kakšno drugo tako inštitucijo. No, zdaj smo pa tukaj. Obljubim, da zrihtam tole v 2 minutah, po minuto za vsak stolček. Prav, najprej še enkrat hvala Baby Centru za to, da ste podpornik tega podcasta. Ta prvi otroški sedež, tisti, ki pridete poštev, ki vas to zanima in ste trenutno v tem času, ki boste te reči gledali, tole je Cybex Palace G2. Kaj mogoče bo takole začeti, zato ker od 15 mesecev do 12 let, od 76 do 150 cm višine, sicer pa vem, zgleda malo nenavadno, ni tistih klasičnih pasov, ampak blazina pred otrokom. Dovolj mi, da razložim. Prvič, blazino lahko odpreš na eni ali pa na drugi strani. Zelo preprost. A ste opazili, koliko traja, da vse skupaj odpnem? Vse skupaj nič, pa da zatnem, reč 3-4 zdaj. Sem že. Odpneš, zapneš v parih sekundah. Seveda se otroku prilagaja, malo bolj ven, malo bolj not. Ta sistem ne samo, da je bolj praktičen, pa bistveno hitrejši. Poškodb vratnega dela in vratne hrbtenice je ob primeru trka za 40% manj. A zakaj te zanima? Zato, ker se vse sile, ki delujejo na glavo, na vratno hrbtenico, na hrbtenico, razporejene boljše. Zato, ker se ti z unim pasom zapet zaniha sam glava, pa se vse skupaj skoncentrira tukaj na vrat. V tem primeru je pa otrok drugač pripet. Sile, ki nam vplivajo pri trku, se lepše razporedijo, zato je za 40% poškodb manj. Mimogrede, zračnost te površine je vrhunska in vse se da seveda tudi snet pa uprati. Tako, ta prvega smo obdelali, gremo na ta drugega. Evo ti ga na, a? Ta se imenuje pa Cybex Solution G2, tudi ta raste od, koliko smo rekli, 3 do 12 let, od 100 do 150 cm višine. Pri tem je pa tako, v primerjavi s primerljivimi otroškimi sedeži je bočna zaščita za 20% bolj učinkovita. Vem, zdaj, ko sem to naredil, tebi zgleda to vigali-vagali. Ampak ta prilagodljivost je v primeru trka pomembna, zato ker gre sedež skupaj z otrokom. Drugače pa tale vzglavnik. Pricam, veš kako mehak in udoben je, ampak ni fora v tem. Gre za to, da je tale tehnologija patentirana, ker ko otrok spi in če je vzglavnik preveč naprej, tako kot pri večini sedežev, potem otroška glava mimogrede zaniha naprej in če se otrok takole voz, to ni dobro v skrajnem primeru trka. Ta tehnologija patentirana, malo dvigneš, položiš nazaj in se kot spremeni. Otrokova glava gre mečken nazaj, ne preveč, ampak ravno toliko, da ko otrok spi, glava ostane tukaj in ne pade naprej. Naprej ga pa sam potisneš, pazi zdaj. Plus, če je takole naprej, imamo tlele noter za 1, 2, 3 prste buffer zona. Če pride trk od zadaj, tale buffer zone še dodatno poskrbi, da so poškodbe manjše. Ali jih pa sploh ni. Predvsem pa ta najboljša stvar, če mene vprašaš, pri teh sedežih je dostikrat tako, da potujejo. Od staršev do babice, dedka in nazaj. Ves čas so v enem movingu. Takrat pa rabiš ti kaj? Praktičnost. Je res? Evo ti ga na, je pa vsem drugače, če je sedež zložen, ki ga pa lahko neseš kaj eno aktovko. Lej, kako je kompakten, stari. Zagrabaš ga kakovček, pa odneseš. Toliko na hitro smo zdržali, zdaj pa nazaj na podcast, ker se mi zdi, da je kar zanimiv.
kar sem hotel še vprašati, pa se mi zdi zelo pomembno, pa se tudi jaz dostakrat s tem vprašanjem ukvarjam. Prej mi je v glavi ostalo, ko si rekel, ko se zgodi prometna nesreča, se ljudje bodimo prizora. Ne? Tudi jaz takrat, ko se spomnim, ko sem iz hiše tekel pomagati, pa jaz sem se meni se je zdel tisti travnik do glavne ceste, ker ločuje mojo hišo od glavne ceste, zdel bolano dolg, in jaz sem cel čas razmišljal, kako bom jaz to shendlal, ker nisem vedel, kaj bom zagledal. Kaj bi ti svetoval, pa tudi čisto iz osebnega vidika sprašujem, ker seveda mi nismo navajeni prizorov takih, kot ste reševalci. Kaj narediti, da dejansko ne boš, da tam ne boš zmrznil? A tu obstaja kakšen trening? Kaj bi ti svetoval? Trening kot tak žal ne obstaja. Tukaj je čisto odvisno od karakterne lastnosti vsakega posameznika. In ljudje imamo običajno, zdaj mi učimo tudi laike. Ne? Eno je, ko učiš profesionalca, eno je, ko učiš laika. In ko učiš laika, mu poveš točno, da tukaj imamo ljudje dva modusa operandi. En je pomagaj, drugi je pobegni. Ne? Pri tebi se je očitno sprožil pomagaj, da si letel čez ti stravnik. Čeprav mi ni bilo vse eno, priznam. Ja, ampak ti recimo, kaj bi se lahko zgodilo? Zgodi se ti tunelski vid, ti boš fokusiral samo želja pomagati človeku, mogoče boš pa spregledal preteče nevarnosti, ki bi lahko grozile tebe. Ne? Tudi recimo mi, kdaj imamo kakšnega mladega kolega na novo, ne? On zaštarta, pa ga primeš, alo, mojster, lej, počakaj, ni varno. Ne? Štrom visi. Karkoli, ali pa avto se gunca na šleparju, ni stabilen. Ne? On ni videl avta, on je videl samo človeka, ki je ukleščen in hoče iti pomagati. Prav, gasilci morajo najprej stabilizirati avto, pa boš pa ti pomagal. Ali pa neaktiviran airbag, ne? To ljudje ne vejo, da je pač airbag, zračna vreča je varnostni pripomoček, ampak vprašaš dostakrat, kaj napihne airbag, ne? In ti rečejo, ja, ampula, ne? Pirotehnika, to je eksplozivni naboj belega smodnika, ki pač, ko procesor da komando, detonator kresne in ta naboj se sproži. Ekspandira plin v zračno vrečo, ki ima od spodaj dve velike luknje, vreča se napihne, upade, skompenzira te sile in je to. Ampak kaj ostane v kabini takrat? Ne? Bel dim. In ta bel dim ljudi spravlja v agonijo. Ljudje ne vejo, da je to bel dim od airbaga, ampak mislijo, da je požar. Ne? Avti nikdar ne zagorijo tako pompozno, kot je to v raznih hollywoodskih filmih. Ne? In potem seveda sledi tako imenovana faza agonalne evakuacije. Ne? Človek takrat lahko je poškodovan. Človek ima lahko zlomljeno nogo, pa se bo v tej sili zvlekel ven sam. Da si pa predstavljate, kaj se zgodi, ko ima človek v sedežu odzadaj otroka, boji se, in potem pride blackout in človek ne vidi, da je ta stolček fiksiran. Človek ne vidi, da je ta otrok pripet. On želi samo otroka spraviti ven. In velikokrat so bile post festum strani staršev prizadejane veliko večje poškodbe, kot jih je sam trk naredil. Ker je sedež in pravilno pripenjanje te sile izničilo. Starš, ki je pa otroka na silo vlekel ven, pa ni odpel zapiral pa pasov, je pa otroka poškodoval. Mu je pa roko zvil. Ključnico zlomil, spahnil ramo ali karkoli tazga. Tako da tukaj, zdaj, to je ljudi težko navaditi, ker agonija je problem. Nepredvidljivo situacijo laično populacijo učiti je nemogoče. Lahko opozarjamo, ampak to so še zmeraj samo opozorila. Zvaditi to ne gre. Tudi mi, ki pač smo profesionalci, se z otrokom redko srečamo, pa se moraš prav preklopiti, da boš šel pravilno narediti procedure. Seveda procedure morajo biti take, da nikdar ne smemo mi povzročati dodatno škodo. Zato si kdaj vzamemo mogoče kakšno sekundo več časa, samo da je pravilno narejeno in da bo poškodovanec na pravilen način oskrbljen in evakuiran ven iz avta. In to so te zadeve, ki bi recimo mogoče, ne vem, kakšni dodatni tečaji, starši mladi imajo radi tečaje, da bi se o teh zadevah pogovarjalo, govorilo, kaj se lahko zgodi, kaj lahko pričakujejo. Informacija ali pa informiranje je itak, se mi zdi, da je edini način, če je seveda izvedeno konec koncev. Veš, kaj je tudi problem? Mislim, problem.
Tako kot pri vsebini, moraš ti tudi vsebino, moraš ti tudi informacijo, ki potencialno rešuje življenje ali pa varuje pred poškodbami. Živimo v takih časih, da ljudje že težko najdemo nekaj, kar nas bo tako zagrabilo, da bo potegnilo naš interes. A veš, če ti ne znaš ene stvari a priori skomunicirati, moraš tudi zanimiv narediti, da ljudi sploh sprva pritegneš. Ker včasih tudi, če rečeš, jaz te bom naučil nekaj, kar ti bo mogoče rešil življenje ali pa otroka, pa bo folk, a veš, smo tudi že malo... Pomembno je, kako pristopaš pri načinu informiranja, ker če ti vedno samo palco kažeš, to narobe delaš, ono narobe delaš, je mogoče včasih pristopiti z drugega konca, kad si ti, Jure, tudi poudaril in tudi ti. Lej, mi smo se zdaj že ful popravili, ful smo boljši, ampak a nas zanima popraviti še za 1%, a ti pokažem, kako to lahko narediš. Ne? Ja, Take to je stvari. ful pomembno. Pa še nekaj bi apeliral, to pa prej ste govorila, kdo dela napake, pa ti si govoril o tej nesrečni gospe, ki je otroka stisnila do smrti. Vsi tisti mlajši, ki poslušate, govorim to iz lastne izkušnje in iz tega, ker sem videl, sploh takrat, ko je moja ta mala v vrtec hodila, pa sem še na drugi strani šole parkiral, ker sem jo prepeljal. Dejstvo je, da zelo malo prekrškov vidim neuporabe varnostnega pasu, ampak prav zares in ne maram tega sploh reči, ampak to sem tokrat videl, da se mi zdi pomembno poudariti. Doskrat sem videl, da dedek ali babica otroka zadej, če je bil že tako velik, da mogoče niti na sedežu ni bil ali pa da ga ni pripela. Ali pa celo, da je bil otrok pripet, pa dedek ali pa babica nista bila pripeta. In se mi zdi, da če je neka niša, skozi katero lahko mlajši prodrete do svojih staršev, verjamem, da tudi marsikdo je to tudi, veš, toliko stara šola, da se tukaj odbajte do kele pa Janov nača, ker se takrat se največ nesreč tudi zgodi, ja. Ker si tudi najbolj sproščeno vožnji in ene stvari delaš po avtomatizmu. Tako da, če imate babice, detke, ki vam vozijo otroke, verjamem, da je v veliki večini primerov stanje pozitivno in tako, kot mora biti, tudi sami sebe morajo prve zvati. A veš, za otroka še poskrbi, vnukinjo prpne tako, kot treba, sebe pa ima se, to je tlele za vogal, pa grem pa itak naprej pa na kavo. A veš, tudi tako, to je treba poudariti. No. Ja, to je teh, kar rečemo, 10 sekund za večnost. Daj si jih vzam in to absolutno drži. Saj to sem hotel omeniti. Ni izjem, seveda tudi 100% varnosti ni, ampak če že imaš stolček, uporabi ga in ga pripni. 200 metrov, 200 metrov, 15 na uro, 15 na uro. AMZS ima za letavčka, to je simulacija pri trku 30 na uro. Ja. No? In kakšne so sile? Ali pa še celo malo manj. Ja. Kakšne so sile? Ljudje so šokirani, ko se spustijo po tisti količini. Vedno so šokirani. 5-6 metrov. To tok butne. Ja, mojster, to tok butne. Ko už pa 80 užgal, se pa ničesar ne boš spomnil, ker te verjetno več ne bo. A veš, da je za letavčka pri AMZS odgovoren moj oče bil. Moj oče je bil tudi Ciril Komotar, je bil vodja tehnične službe nekaj časa, pa pol pomočnik vodja na AMZS-ju. On je bil od leta 55 do upokojitve, leta 97 na AMZS. In je vedno rad tudi čez mejo pogledal. On je bil tudi eden od ustanoviteljev, pa prvi vodja službe pomoči informacije. No in pol enkrat se mi zdi, da zgodnjih 90-ih je pa rekel, moramo znati ljudem pokazati, kaj to pomeni trk, 20 na uro. In je pripeljal za letavčka oziroma idejo za letavčko in se spomnim, ko so ga gradili, pri nas sestavljali, zato da je pol bil prvič pokazan in se mi zdi, da na enem avto ali pa motosejmu v Ljubljani ali kje že, ki je bilo neverjetno gledati ljudi, ki so pristopili, kaj zdaj to za ena igrača, pa so sam rekli, no zdaj pa ostanu sedežu, ki se bo na hitro ustavil in vsi lepo stopijo ven. Pri taki nizki hecni hitrosti. Ne, pa tudi pomemben del izobraževanja, naprimer, poleg za letavčka, tudi prevrčalnik. Prevrčalnik, ja. Kako se rešiti pač iz prevrnjenega avtomobila, kako postopati, se je Robert izpostavil prej že. Recimo, jaz bi za foro zdaj enkrat naredil, presenetil nekoga, da bi ta prevrčalnik, če bi bilo možno to narediti, da bi ga prevrnil, pa bi mu z dimnim aparatom spustil dim noter, da pol vidite. Ker pol pa ti še prostorsko referenco zgubiš in pol ljudje začnejo praskati in se ne bojo znali ne odvezati, ne upreti v strop, nič, konc zmržne. Nemški Adak je šel še celo toliko naprej, da so dejansko na osu pel čisto pravo avto, čisto pravo avtomobilsko kabino in oni pa to že to izvajajo, tudi s pirotehniko. No, to sem gledal v Fuldi, ki vsako leto imajo ogromen reševalski sejem, se mogoče tudi zavajajo, bi bilo to zanimivo pogledati, ker tam je pa pol sejma, so pa samo reševalna vozila in vse novosti na področju reševanja. Kje je ta sejem? Fulda. Aha. To je, mislim, da je to drugi vikend v maju. To je največja zadeva v Evropi, kar se tiče reševalnih vozil.
Od električnih zdaj tudi, ne, ampak za nas to ne pride v poštev, ker naša vozila so tako velika na cesti, da zaenkrat je avtonomija elektrike za nas premajhna. Ne. Pa ko smo v AMZS-ju govorili, ne, jaz se spomnim tudi, da je AMZS imel tudi en motor, BMW-jev, Ja, res je. Ja. K75. Še je, ta motor je še živ. A še živ? Ja. Darko, mislim, da ga Darko Daljevič, naš inštruktor, ja. Pa še leta nazaj so bili motori s prikolco, ne, tudi, to je bil pa še AMSJ. Ne. Tako da v bistvu so pol bili oni, so imeli motor še pred nami. Ne. Ja. Se res, vidiš. No, da mal. Zdaj pa kdo ga je imel pa prej, ali AMSJ ali policija, verjetno policija, ne. Ker policaji so pa od nekdaj na motorjih. Ne. Ja. Jaz bi rekel, da za se. Sprejeto. Ej, Robert, če bi moral sebi dati en nasvet ali pa neko vrstico znanja, ki ga imaš danes, pa ga nisi imel, ko si začenil svojo pot, kaj bi to bilo? Pustimo, ok, razumem, ne bi šel spet 230 km pred Brezovci, to je jasno, zato ker pride tudi neki modrosti pa pameti, pa seveda z leti postaješ bolj moder, se mi zdi, da to za večino ljudi velja, ampak kaj je ena stvar, ki bi si povedal, ki bi mogoče naredila razliko pri tebi ali pa v tvoji službi? To, da life nima reprize in da ne moreš pritisniti pauzo pa rewind, ampak kar se zgodi. In ja, mečkeno, če pogledam, ko sem odraščal, kaj smo počeli, pa to, kar počnem danes, lahko rečem, da sem se umiril, mogoče malo tudi leta, neke izkušnje, pa mogoče prizori, ki sem jih videl. Tako da nek tak generalen nasvet samemu sebi je pa težko dati, a veš, se vsak zase misli, da je najboljši šofer, da je najbolj izkušen, meni se pa to ne bo zgodilo. Ne? Tako da bi mogoče te tle izval, pa bi tebe vprašal, kakšen nasvet bi mi pa ti dal? Mislim, jaz vem, kakšen ga bi sebi dal, ker se mi zdi, da gre za tako banalno stvar, ampak vedno znova se je potrdila za resnično in je povezan tudi s hitrostjo. Pač, ko letamo po vseh teh opravkih, ki jih imamo, ali pa se domov peleš, pogosto se zgodi, da mogoče ali zamujaš ali hitiš in jaz bi rekel, tudi če zamujaš, pet bolj počas, kot hočeš iti instinktivno, zato ker najbrž ne boš v resnici nič zamudil. Pač, zdaj, ko gledam za nazaj, jaz sem tokrat hitel, ker sem lovil nekaj, mogoče celo banalnega, ali je bil pa to zmenk s punco, ali je bil pa to kosilo pri mami, ali pa je bilo treba eno tiskovno konferenco ujeti in vem, da sem da sem včasih pretiraval, zato ker sem hotel uro ujeti, pa vem iz prakse, da v 98% sem prišel še ali prekmal, ali pa tudi, če sem zamudil, v resnici ni bilo nič hudega. In to je povezan tudi s hitrostjo pa z načinom vožnje. Saj mogoče butast se slišim, ampak tudi če zamujaš, dej pet rajš počasno. To je ena taka čist praktična fora, ki bi si jo svetoval. Ti lahko dam jaz eno svet? Dej, vedno. Jaz bi ti svetoval človek, ki je bil na 30,000 intervencijah, kar lahko narediš za vse nas, za vse državljane Slovenije, pustimo to, kar si že vse naredil kot aktivni reševalc. Reševalci, zdravniki, gasilci imate eno posebno mesto v družbi in tega ne moremo, tega v bistvu nihče ne bi smel nikoli zanikati. A veš, jaz bom v službi svoji pomagal nekomu pri mobilnosti. Pa bom 40 let v službo hodil, pa bom mogoče zaradi svoje preventive ali pa zaradi vsebin, ki jih delam, komu res pomagal ali pa mu življenje ulepšal ali pa ga v končni fazi se bo naučil bolj voziti. Ampak vi ste pa tisti, ne, ko greš v službo, pa naredite razliko med življenjem in smrtjo. Ne? In to jaz mislim, da je en tak močen moment, da ste med nami taki ljudje, ki se lahko s tem na eni strani borite konstantno iz tedna v teden, iz ure v uro, iz meseca v mesec, iz leta v leto, pa tu furate naprej. In jaz bi ti dal samo en nasvet.
če lahko, oziroma kar lahko narediš, prosim, naredi. Tudi s svojim udejstvovanjem v medijih, če bomo zaradi tvoje glasnosti, kot ti praviš, ki temelji na resničnem življenju, zdaj se bo to slišalo brutalno, na krvi, na povojih, na infuziji, rešili še tisti odstotek, ki mu rečemo danes statistika ali pa krvni davek, bo noro dobro. Zato jaz prosim, vsi ljudje, ki lahko pomagate pri zdravstvu, pri tem, da bomo postali boljša družba, ostanite pred mikrofoni, ostanite pred kamerami, povejte na glas. In jaz mislim, da v resnici vedno se to zgodilo tudi v zgodovini tako. Peščica ljudi je potegnila civilizacijo naprej in jaz se vam tukaj moram zahvaliti. Ne? Res, vsem, ki vztrajate tudi za ceno svoje kritike, bom rekel tudi trpljenja. Jaz bi ti dal sam na svet, Robert Reševalc, se bolj glasen. Povej ljudem, ki odločajo o naših usodah, kaj je prav, pa kaj ni prav. To bi bil moj nasvet. To se super sliši, hvala. No, da ne bo zdaj izgledalo, tukaj smo vsi te ljudje, dajmo reči vse te interventne službe, ki nas druži modra luč na avtu, pa mogoče so vozila, nekatera so plava, ena so rdeča, ena so rumena. To smo ena posebna vrsta ljudi, poseben način življenja, ki letimo tja, od kje drugi bežijo. Ok, zato smo plačani, drži. Jaz imam te svoje sotrpine izredno rad, jih izredno cenim in jih izredno spoštujem. Ja, boli pa me, ko se moramo pregovarjati s politiko in tukaj jim nastavljam ogledalo in tako kot sem takrat, mogoče, če ste gledali tisto oddajo, ki sem bil pa Ravdiču na Radio 1, ker sem predsednika vlade 5-krat moral prositi, da me sprejme. Da bi mogoče politiki, ki imajo izvršilno ali odločilno moč, mogoče malo večkrat nas obiskali, prisluhnili, ne samo za novo leto ali pa kakšen praznik ali pa kakšna večja intervencija se uspešno oddela. Mi delamo 365 dni nazaj, na leto, 24/7 in imamo veliko tega zapovedati. Ampak jaz se z ogledalom ne morem pogovarjati. Jaz rabim nasprot sebe človeka, ki mi bo prisluhnil. Moje je, da mu povem, kaj rabimo, kaj je dober sistem, njegovo je pa, in politik je za to plačan, da bo mene poslušal in za to, kar je treba narediti, da zagotovi denar in realizacijo. To jim sporočam. Pa kdorkoli je na tisti strani. Mene politika ne zanima. Jaz nisem ne lev, ne desen, ne nič. Mene zanima samo stroka, moje delo in da rešimo čim več življenj, da rešimo tisto, kar se reši da. In res, videl sem v življenju marsikaj, določene stvari ne želim deliti z nikomer, ker so prehude zadeve, je težko v njih tudi govoriti in ne želim, da se kdorkoli od njih kdajkoli znajde v taki situaciji. Presenečen sem pa po drugi strani, a so ti ljudje egoisti? A se ti ljudje, ki odločajo, ne zavedajo, da bo mogoče on jutri prvi tist, ki bo to rabil, pa ki bi ga dober sistem, ki ga bo on postavil zgraditi, rešil njegovo življenje? Kaj ti ljudje razmišljajo? A se imajo za nedotakljive? Veš, jaz ne bi rad prišel, ne bi rad za nobenega sodržavljana, za nobenega prebivalca Slovenije, da bi prišli v tako situacijo, kar se tiče zdravstvene krize, da bi se zgodilo tako, kot se je zdaj v Makedoniji zgodilo, ko si povedal, da ni ustrezne opreme. Ne, je ni. Ker jaz sem bil enkrat opečen. Ni bila grozna opeklina, ampak vem, kako to boli. Ne vem, zlil sem si na nogo, vrel krop, ne vem, mislim, da se je takrat 48-46 kvadratnih centimetrov kože lupilo in jaz se vedno zdrznem. Jaz sem bil takrat, to je bilo malo po vojni na Hrvaškem, sem bil skrbljen v zadarski bolnici, ki je bila še vhod urgenco, se spomnim, da je bil obložen še z vrečami.
In vem, ko sem prišel na polikliniko v Ljubljano, ko mi najprej sploh niso verjeli, da sem bil pri zdravniku, tako sem bil obvezan. Ne? In veš, res ne bi rad prišel v situacijo, ali pa bilo za koga od mojih sodržavljanov, rojakov, da bi mogli ob neki nesreči se iti zdraviti v tujino. Ne? Ker jaz še vedno mislim, da v Sloveniji imamo zelo kvalitetno stroko in v to trdno verjamem. Ne? To se je nenazadnje pokazalo. Jaz sem prebral eno zelo zanimivo knjigo, tudi vsem priporočam, jo v branje. Naslov knjige je Partizanski kirurg. Ampak ta partizanski kirurg nima nič s partizani. To knjigo je napisal dejansko vojaški kirurg, Novozelandec. Vzemite si to knjigo in on je operiral na področju Balkana v drugi svetovni vojni, izšolan kirurg, prav vojaški kirurg. In meni gre do danes kot cine gor, kaj je on opisoval, kako odlično je bila organizirana saniteta v Sloveniji med drugo svetovno vojno. Ne? Vzemite si to knjigo, nočem drugega povedati, ker vam nočem branja pokvariti. Res, Novozelandec je napisal, zdravniško je napisana, krasna knjiga. Tako da, ja, in ta zdravstvena kriza me v bistvu najeda bolj, kot sem si mislil. Ne? In tukaj jaz mislim, da to neko aktivno državljanstvo moramo vsi pokazati, pa ne vem, nekako izidati iz tega. Vem pa, da tukaj se jaz osebno zelo nemočen ga počutim. No. Mene moti malo tudi to, da tako, kot sem že povedal, da denar za določene stvari ni problem, ne? Neke imaginarne zadeve, ki se mogoče enkrat bojo zgodile ali ne. Zato ni problem, da denar, stvari, ki se pa dnevno dogajajo, in bolezni se dogajajo dnevno, nesreče se dogajajo dnevno, samomori se dogajajo dnevno, kapi, infarkti, pljučne embolije se dogajajo dnevno, zato pa nekako ni posluha. Mi imamo kader fantastičen. Naš kader, govorim zdaj o kader v nujni medicinski pomoči, sodi v sam vrh. Nenazadnje so tudi naši pripadniki NMP-ja pobirali svetovne nagrade, ker imamo tudi mi pač razna tekmovanja, od Rally Reviza in tako naprej. Tako da smo dokazali, da smo dobri. Nas tudi vabijo, recimo zjutraj potujem za Beograd, kjer imamo travma tečaj, ne, že 4. gremo dol in bomo srbske kolege učili, kako biti najbolj učinkovit v primeru poškodbe. In še nekaj, ne, za nas reševalce meje ne obstajajo. Nas ne zanima, odkot prihajaš, barva kože, mi smo pač tukaj nekako smo povezani. Zakaj gremo mi dol? Zato, ker še zmeraj mi se jezikovno, tudi če smo mi Slovenci, oni Srbi, mi se razumemo. Tudi če mi jaz Slovenc govoril, bo on razumel. Ampak to že znam srbsko-hrvaško govoriti, da bom razložil. Ja, smo se v 5. razredu učili. Unita dosti stari, smo se še v 5. razredu to učili. Pas risko, pojejo je meso. Ne morete verjeti, kakšen čar ima to, ko recimo pride en tuj inštruktor, ne? To se tako iztekajo prijateljske vezi, imamo zezanci in tako naprej, ampak rdeča nit je pa ta, da se znanje prenaša. Ne? In to delamo free of charge. Znanje mi ne prodajamo, mi znanje dajemo. Prej si rekel, pogovarjal si se z mrtvim. Ne? Ja. Kako človeka, a se ti je kdaj zgodilo v karieri, pa tudi bom razumel, če o tem ne boš hotel govoriti ali pa ne moreš govoriti, a se ti je zgodilo kdaj človeka v karieri, da si, bom rekel, v neki klinični situaciji, nekje na nesreči, ki je vsa realna pamet že odpovedala, vsi pripomočki so odpovedali, ampak si ga poklical nazaj. Dve stvari zdaj povedal, da naj gledalci in poslušalci mislijo, da se jaz pogovarjam z duhovi ali kaj. Razumem, ja. Pogovarjal sem se s človekom, ki je bil mrtev in smo ga zreanimirali. To je ena zanimiva stvar. Žena od tega moža je naredila vse, kar je možno narobe. Ampak dec je preživel. Kaj se je zgodilo? Poprost, ni to smešno, ampak to si povedal, timing imaš dober. Ja. Kaj se je zgodilo? Na Vevčah možakar, star 42 let, huda bolečina v prsih in ga je ona dala v avto, da ga upeljala na urgenco. Tlele, 300 metrov stran, križišče Zaloška Kajuhova. Možakar zgubi zavest. Je šel v srčni zastoj.
Zdaj, po vseh pravilih, ki učimo, bi ona morala varno ustaviti, poklicati 112, možakarja potegniti ven, pričeti z oživljanjem, ona ni naredila nič od tega. Ona po gasu, po založki in k nam na dvorišče na reševalno. Sredi smo bili tam, cuknemo možakarja ven z avta, začnemo reanimacijo, defibrilator, poknemo ga, dobimo nazaj, še enkrat gre v zastoj, ponovimo, 14 dni seveda zreanimiramo, odpeljemo na kateter, je dobil 2 stenta, ker je bil infarkt spodnje stene, čez 14 dni sem ga šel obiskat in sem posnel, kako se pogovarjava. Ne? 42 let star možakar, ki je bil k nam pripeljan mrtev. To, kar si pa vprašal, to je pa ena taka, bom rekel, intimna zgodba, ki jo bom delil. Upam, da me poslušalci in gledalci ne bodo imeli za čudnega. Se je pa zgodil prometna nesreča eno jutro, novembrsko, pod bivšim Strelčkom, če veste, ki je na Dolenjski cesti. Tja smo včasih hodili. Zaletel se je pa kombi, unih tvojih 5 minut, ki voz krofe, in Opel Vectra Caravan. Trk je bil tok hud, čelen trk, ne, to je bila malo pred 5 zjutraj na Dolenjki, da je avtomobile obrnil za 180 stopinj in avta sta bila 35 metrov narazen. Da si predstavljate, kakva je to dinamika bila. Ne? Voznik je visel ven iz kombija, utrgana čeljust, v Vectri voznik ukleščen pri zavesti, sovoznik pa ni ukleščen, je bil mrtev. In sodelavko sva prišla tja, sva se takoj razdelila, ona šoferja, ona tega iz kombija, jaz k Vectri, pa prišla je gasilska brigada Ljubljana, 10 gasilcev. To sem case report pisal in potem smo se z gasilci zmenili, ok, vi imate tehničen poseg, izvlek, nameščanje v ket, boste vi poskrbeli, jaz grem pa Jerci sodelavki pomagati rihtati tuno čeljust. Vmes pogledam še tega fanta in verjamete ali ne, takrat je bilo, kar mi nekdo tako naredil. Jaz te obrnem, nikjer menga. V tisto smislu, dajte me ven, naredite nekaj. Gledam, 5 gasilcev se je lotil tehničnega posega izvleka voznikov, 5 gasilcev je stalo, ker jih je prišlo 10. Fantje, pejte sem, pač Fercov še ni bilo, ker je bilo tako zgodaj, a te vadilo življenje? Pa niso hoteli reči ne, ja bomo, ok, jim vržem dihalni balon, cukam tega ven, 32, jaz sem pa kaj pomagati. 30 stisov, 2 upiha delite, jaz sem pa pomagati šoferja kombija rihtati. Rihtava šoferja kombija, pride gasilc do mene, prav, sem bolj, sem rekel, kaj je, prav, on je dihati začel. Se takole obrnem, še zdaj se spomnim prizoru, gasilski reflektorji, hladno, dec leži, poba, 20 let star fant, leži na tleh in iz ust para, spontano diha. Šibnem ke, probam, utripje, diha, se fant začne prebujati. Prav, kje so moje superge? Kaj ga je sezul, trk je bil tako hud, da ga je v avtu sezul, pa je bil prevezan. Ne? Skratka, potem sem klical še 2 ekipe dodatne, hvala Bogu je bilo to blizu, v 3 minutah so bili avti tam, poštimamo, odpeljamo, epilog, ne. Pa so ti gasilci dobili nagrado mestne občine Ljubljana za uspešno reanimacijo, ker če ne bi bilo gasilcev, ne, mi smo imeli 3 poškodovane, 2 reševalca, noben ne bi tega šel življati, ne. Ampak to je tako, bolj izjema kot pravilo, ker reanimacija v travmi je uspešna manj kot v 1%, ampak tukaj so se pa karte poklopile. Mlad, zdrav, hiter odzivni čas, mrz zunaj in poba je odnesel brez poškodb. Ampak kaj te je poklicalo? Neki neznani glas, a ne rečem duh, ali pa ne vem. Ti si se obrnil in za mano ni bilo nobenega, ampak jaz sem čutil, kot da me je nekdo potrepljal in mi rekel, nisem še mrtev, dajte me ven. Čeprav je on bil mrtev, jaz sem njega pogledal, zenice so bile široke, puls ni bil tipen, dihal ni. In to je en tak fenomen. No. Kaj pa, to je mogoče tudi tako malo težko vprašanje, a te bolj ubija na intervenciji tišina ali kriki? Kriki me ne motijo, absolutno ne. Tišina, ko je pa nekaj resnega, zdaj govorimo na cesti, pa ni tišine, ker čim pride gasilska konjenica s svojo opremo, za laufa je kompresor, za hidravliko, za tehnično reševanje je to kar konkreten hrup,
potem pleh poka, ki ga razpirajo, režejo, tako da tišine ni nikoli, pri reševanju na cesti. Poj pa doskrat znajo vprašati, kako se pa losate firpcev, ker ljudje so v stresu. Ljudje vidijo dogodek, ne morejo se kaj, da ne bi gledali, in pa se začnejo dovtipi, začnejo pometovati. Kaj čakate, naložite ga, pelte, Kako tazga najbolj utišaš? Pridi sem, boš pomagal. Zgine v momentu, pobegne, ker ne upa in se umakne in imamo mir. V skrajnih situacijah pa seveda asistenca policije, če so očevidci ali pa firpci, če ste toliko moteči, pa rečemo policiji, potegnite trak, pa ker ti začnejo toliko ožati, stiskati, hočejo priti blizu. Zelo se mi zdi incestno dejanje, da snemajo procese reševanja, kako se izvlači nekoga iz avta ali vživlja ali karkoli, in to gre live stream na razna družabna omrežja in to se mi zdi skrajno neokusno. Zato, ker snemati nekoga, ki je v taki situaciji, ni apetitli. Presunljive zgodbe, meni so šle kocine po koncu. Pa, ki si rekel, da je fant zadihal, sem začutil v kotičku oči tudi solzo. Če se te pa to ne dotakne, pa tudi ne vem. Jure, ne vem, če imaš ti še kakšno vprašanje. Jaz sem hotel postaviti še zadnjo vprašanje, pa predvsem preden ti ga postavim, tako kot je Jure rekel, več glasnih ljudi lahko tudi naredi razliko, in če to spremlja pa še informacija in izobraževanje in tako naprej, tako se premaknemo naprej, se mi zdi. Jure, a boš ti postavil klasično atmosfersko in zadnje vprašanje? A boš še kaj drugega povedal, ker ti vidim, da ti na faci nekaj piše? Ti imaš družino, Robert? Jop. Otroke svoje? Ja, samo so že veliki. A si bil po vsem tem, kar si videl, zaradi svojega poklica drugačen oče? Kdaj sem slišal očitek, da sem mogoče nečustven, da sem robot in tako naprej, ampak nekako globoko v sebi mislim, da nisem. Zgodil se mi en dogodek, ki je nehote, zgodil se je po Hograjskem hribovju, oče z nakladalko povozil svojo hči čez glavo. In ta hči je bila glih toliko stara, kakor je bila stara moja hči. In takrat, ko smo se peljali z te intervencije, že ni bilo pomoči, ko sem končal šiht, sem samo želel iti domov, pa stisniti ta malo k sebi. Ja. Tako da, to zna biti problem, da recimo reševalc preslika, če ima isto starostno skupino otroka, kot na njemu delaš, se zna zgoditi, da bi reševalc pa lahko takrat odpovedal, ker tudi mi smo na koncu sam ljudje. Tako pa enkrat otroci odraslejo, pa bistveno lažje. Ok, dajmo malo lufta v to sobo. Robert, daj povej, kaj je bil tvoj prvi avto? Suzuki Swift GTI 1,3, 105 konov, črna barva metalik. Pa v Avstrijo sem se pelil po prvi Michelin gume, čez Lubelj. No, evo. Smo se malo pobrali. To je standardno atmosfersko vprašanje. Ja, to je zadnje vprašanje, ampak vidim, da je zdaj iz tebe, pa iz tvojih učki tudi malo petrolhead prišel. Vidim, da ti za avte ni vse en. Ne, zdaj tako, takrat itak smo bili mladi, pa se je moral avto svetiti, pa da smo avte spimpali, pa to danes, pa na avto jaz gledam tako čist kot potrošnik, mi je avto zadeva za od točke A do točke B. Važen mi je seveda, da je avto kompakten, da je varen, da ima klimo, da pač to dela, pa da ta kilometer naredim v povprečju za čim manj denarja. Ja, super. Sem koteral si pa kar visoko, tako mlad reševalc pa Swifta GTI. Ja. Čak, vprašaj me, kjer je bil moj drug avto. Kjer je bil tvoj drug avto? Da je bil drug avto pa že. No, ta drug avto. Je bil pa Nissan Patrol 3.3 turbo dizel in to 24-voltno inštalacijo. To je bila pa makina.
Ja, pa te vedno tudi tako na teren vleklo. Ja, takrat prav noro. No? In s tem avtom imam v bistvu najlepše spomine, imam s tem terencem, ker takrat sem tudi pač polmečkim teh izkušenj dobil, ki so mi potem, kasneje, ko sem začel voziti reševalno vozilo, prišle prav na terenu. Ne? Ker včasih je bilo tako do leta 94-95 zdravstveni tehniki nismo vozili. Pa so pa rekli, če narediš D kategorijo, to je bilo za avtobus, boš lahko vozil rešilca. Ajde, jaz to avtošolo, tam na Metelkovi, ki zdaj je bil ZŠAM, tam sem delal C kategorijo, pa pol D kategorijo, pa mi je rekel, da je še ena red, ne? Te 3 ure zapni parkolco, tako da imam zdaj vse te kategorije. In potem sem začel pa voziti reševalno vozilo. Ne? In pol so bile sanje uresničene. In to je bilo neko to obdobje, ko smo pa pol tudi zdravstveni tehniki začeli prihajati v ta segment, da smo začeli voziti reševalno vozilo. No, danes je pa NMP sistem izključno narejen, da vozi zdravstveni tehnik, zraven je pa spremljevalec diplomiran zdravstvenik. Cirila, imamo prostor še za eno vprašanje. Stari, deli se, kada je podcast. Robert, kot reševalec, kaj boš zadovoljen, ko boš šel v penzijo? Kaj si želiš za vrh svoje kariere ali pa na jesen tvoje kariere? Kdaj bo Robert se bolj kot reševalec inštruktor zadovoljen? V penzijo grem, saj tako je aplikacija pokazala, 17.5.2030. Kaj si želim? Projekt motorja je uspel. Ne, tukaj velika hvala Miti Vilarju, kdaj se je zdi, da ga premalkrat omenjam, ampak res. On je dal motor in on je bil ta gonilna sila, ki je to naredil. Jaz sem pač bil ta, ki je pa prvi kamikaze, ki je sedel na to. 96. smo naredili to intervencijsko vozilo Frontera, za konc pa se oba dva vesta, kaj je moja rak rana in s čem se najbolj zdaj borim in oglašam. Zrakomlad. Tako, da bo Slovenija dobila primerljiv sistem helikopterske nujne medicinske pomoči, ker smo pa res zadnji v Evropi. Prehiteli so nas Albanci, Bolgari imajo, Romuni imajo, Hrvati so lan začeli, ne vem, kaj mi čakamo. No, če mi to rata, fantje, dan zapir. Evo, všeč mi je, ko si piko predstavil. Je nač? Ja, kako smo zakucali? Jaz zdaj le vidim, da ura 45 nam ne bo šla, ali pa kakšna minutka manj. To je pa tudi, se mi zdi, kar hiter mim zletel. Me zanima, kdo to gleda do konca. Brez skrbi, da vsi, ali pa kar večina, zato ker se mi zdi, da energija čez cel podcast ni popustila, predvsem pa smo znali ostati aktivni tudi tematsko. Tako da, veš, Jure vedno prav, ne, te smo že stokrat rekli, ne, da dobra vsebina je, ker življenje vedno najde pot. In tudi moja želja je, da čim več takih podcastov, za kateri si jaz mislim, da lahko tudi naredijo razliko, da se čim bolj razširijo in da jih slišijo tudi makar vsi. Tako. Za konc, ne? Ja. Veš, ker ljudje pravijo, samo enkrat se živi. Ja. Ni res. Ne? Živi se vsak dan. Samo enkrat se umre. Madonna. Zdaj pa hvala ti za tole, ker zdaj moram pa še... Pridemo mi pa te zreanimiramo, veš. Zdaj moram pa še... to na listku, Jure? Ne, ker zadnjič se me je zelo dotaknilo, zato sem te tudi prej pred začetkom podcasta vprašal, če poznaš svojega kolega Primoža Velikonja. Zelo dobro. Ne. Zadnjič sem poslušal na Valu 202, mislim, da je on gostujoči kolumnist tam. Ja. In je bil en krasen zvočni zapis in če dovolite, bi še eno njegovo misel prebral, ker se mi zdi. Primož Velikonja je na Valu 202 takole sklenil svoje razmišljanje o reševalcih. Zaradi svoje izkušnje s smrtjo lahko zagotovo rečem, da nam misel na njo pomaga videti, da je življenje tukaj in zdaj. Tako da, res, Robert, še enkrat tebi hvala, Primožu hvala, Tomasu Germu hvala, to je tudi eden mariborskih reševalcev, ki nam je zaupal te svoje zgodbe, pa hvala vsem, ki pomagate, pa tudi hvala vsem tistim, ki se ne boste ustrašili na prometni nesreči, ali pa ob zastoju srca, ali pa ob kakršnih kolih težavah, pa boste pristopili zraven, pa ljudem pomagali. Radi se imejte, pa boste varno. Pa ste nase.
Danes je vedno, ne? Jutri nikoli. Pa 0-0 za volan, prosim lepo. To je to. Hvala, Robert. Hvala za povabilo. Hvala. Pa lep pozdrav.